Dame in gospodje, dobrodošli v še eni epizodi podcasta Brez dlake na jeziku, ker bo danes z mano ena prav posebna gostja. Ona dviguje še več prahu kot jaz, če je to sploh mogoče. In kar mene skrbi, kjerkoli se pojavi kakšen članek o njej ali kjerkoli ona kaj govori in pove, so od spodaj komentarji, ki nimajo prav nobene veze s tistim, kar ona govori, ampak ljudje se palijo na nekaj čist drugega. In ta nekaj drugega bo že na samem začetku osnovna debata, ker jaz hočem to razpucati in razčistiti. Dobesedno. In z mano je. Priimek ima zelo zajeban, tako da jaz upam, da sem si ga zdaj prav zapolnil, da mi prišepim. Podakar. Okay. Torej, z mano je zelo vidna in čedalje bolj, kako bi rekel, priljubljena in popularna, tudi zelo glasna članica Gibanja Svoboda, Nika Podakar. Ja, Nika Podakar. Nika Podakar, ki je prišla ekstra razdalje podcast iz 800 km oddaljenega Tržiča, kjer živi v neki vukojevinski vasi, ampak le je prišla, držala obljubo, kar me zelo veseli. Skratka, Nika, jaz predlagam, da mi greva in da dobrodošla moj podcast. Živjo. Mislim, zdravo, Zmer je vesele v cel, čeprav daleč od Gorenjske. Bravo. Gorenjci ste škrti, Res je, zdrži. Zato že svojega darila prinesla, Ja, Kva jaz prinesla? Vina ne moram prinesti, to že imate. Ja, mi vina itak ne pijemo, veš. A tudi ne, kaj pa piješ? Vina za kmete. Ne, veš kaj pijem? Pijem gejevske pijače. Pijem Baileys, Carolines, Malibu, take stvari. Ja, take, slej, pir, pa kakšen domač šnops, to je ta najbolj ki ga dobiš od soseda, ki piše gor pring paleta in veš, to je to. Nika, zdaj pa mi dva gremo v sam srž. Ava kar direkt, direktno gremo na to edgy temo, tako si jo ti poimenovala. Kadarkoli vidim, karkoli od tebe rečeš, poveš, napišeš karkoli, se ljudje vtaknejo v tvoj videz. In te začnejo zabavati, kaj je zdaj to? Je to fant, je to punca, je to ono, je to nekaj vmes, koji kurac je to, kaj se gremo? In ti moram reči, da sem zgrožen nad tem. Ja? Jaz razumem, da ljudje, kar ni po regelcih, ljudje so zoprni 100 na uro. Ja, to zelo hitro jih zmoti. Da bi imela, ne vem, rdeče lase, luv bi bil isti kurac, ampak pri tebi so pa šli v to zelo nesramno, poniževalno zgodbo in dajma mi zdaj razpucati, zakaj misliš, da se to dogaja, jih namerno provociraš, je to tudi doma privat tvoj stil, kaj pri milem Bogu se zdaj dogaja s to tvojo zunanjo podobo, jebemo mater, dajma to zdaj, razpucima to zdaj. Dejva to na široko. Zdaj, tako, kot si že malo rekel, jaz sem vsebinsko več ali manj zelo dobra. Ene stvari mi ležijo, jaz se tudi rada poglobim v zadeve, da tudi predstavim ljudem tako, kar jaz mislim in tako, da mislim, da je tudi najbolj, da oni to slišijo. Se pravi, neka celovita informacija z repom pa glavo. Ampak kva sem se jaz zdaj tako v zadnjem letu, 2 naučila, to ljudi boli. Oni sam vidijo tam eno Niko Podakar, ki nas gleda tako, kot klasična Nika in je že takoj možgano zlom dobijo. Ampak jaz v resnici taka sem in taka sem je že od nekdaj, že od majhnega. Jaz se oblačim drugače kot ostale punčke ali pa deklice, pa potem gospe, že od majhnega. Ne vem, to je bil moj stil in jaz se nikoli, že od vrtca naprej, se nisem bala biti drugačna. Pa ne drugačna zato, da bi enega vznemirjala, ampak zato, ker sem jaz rada taka, kakor se jaz počutim, da sama sem. In to se je razvilo. Mogoče začelo se je tako, da nikoli nisem imela kakšne kikalice, da se mogoče nikoli nisem igrala z barbikam. Imela sem rada žogo, Lego kocke, kakšne plastične pištole, kakšne lesene meče, take stvari, recimo, ne vem. In bolj se čudiš. Ja, jaz se čudim, pa ne vem, recimo škatlo z orodjem, to je bilo meni že od nekdaj ful fajn. Ja, in potem skozi leta se je pa razvilo to, kar v bistvu zdaj vidiš ti in tudi gledalci. Jaz sem hodila na pravo, tam je tudi zelo poudarek na zunanjem videzu, da si lepo oblečen. In jaz sem zelo posvojila to, da ko ti nekam prideš, recimo tako, kot sem jaz danes k tebi, z primerno obleko, izkazujem nekako spoštovanje do tebe, do tem, ki jih odpirava, tudi do prostora ali pa do kakšnih drugih obiskovalcev. In ker imam jaz neko tako, kako pa rekel, odgovorno službo, sem oblečena v ta klasičen moški poslovni stil, ki je v bistvu na mojo žalost dosti tak izumira.
Ampak meni je ful všeč ta klasičen slog, se pravi klasična obleka, ki ni skinny fit, ki ni slim fit, bolj ta regular fit, bolj take umirjene barve, modra, bela, bež. Tako da jaz tudi doma sem zelo malo v kavbojkah v resnici. Podoben si Harry Potterju, to veš. Ja, se zato, ker ta klasičen stil izhaja iz Velike Britanije. Jaz sem tudi doma tako v čino hlačah, no, mogoče še najbolj popustljiva sem pri obutvi, no. Predvsej nosim te Air Force-ke, včasih dam Air Force-ke tudi na obleko, ker me malo noge bolijo, ampak sej to je tudi danes tako, mladi v politiki dosti furamo tako obleka, pa kakšne bolj sproščene čevlje. No pa če vskočim, ne, zakaj pa misliš, da to na ljudi deluje tako grozljivo, tako konzervativno, ali je to, ker je ta LGBT scena, recimo, ljudje ne marajo, mnogi ne, bi pribili na križ vse, ki se za to borijo, ki se za to zavzemajo. Je to, misliš, da krivo, pa bi, ne vem, 30 let nazaj to šlo mimo, kot da ni, ali je kaj drugega? Kaj meniš, no? Zakaj te ljudje tako grdo pribijajo na križke? Glej, če smem še to reči, ne? Ja. Jaz sem se parkrat oglasil v teh raznih debatah, če vidimo, pogledamo glam rock and roll stili 70-ih let, ala David Bowie in podobni. To so bili vsi nad spolom. Androgeni videz, noben se ni obremenjeval, on je bil nad spolom, on je rekel, kaj je, on je bil rock and roll zvezdnik, razumeš, ne? V današnjem času bi ga prebili na križ in bi ga ubili, takrat je bil pa legenda s tistim stilom. Kaj meniš, no, da danes to ljudi tako iritira? Ne, jaz mislim, da s tem zadane malo tisto srčiko slovenske duše, ker takoj, ko nekdo ni po regalcih, je nekaj narobe, a ne? Ja. Okej, jaz ne zgledam samo kot ženska v moški obleki, jaz gledam kot moški tudi nasplošno, tudi verjeten zaradi zaradi take frizure, jaz tudi hodim k brivcu se strižt, Aljaž je odličen brivc, super spedena. In v Sloveniji to, če nimaš ta pravega avta, takoj katastrofa, če ni živa meja dovolj visoka, spet narobe. Se zdi, da kar malo radi iščemo, da je nekaj narobe po našem, zato da se pa o tem lahko pogovarjamo. Ja. In ljudje se v bistvu pa veliko menj pogovarjajo. Gledam pa, da očitno bereš te komentarje, ker se včasih odzoveš in se spustiš v debato. Mi že to pa. Drži. To daš potem voljo in željo temu, da te še bolj jebe v glavo. Če se ti oglasijo, glej, sem s njo prizadel, sem se dotaknil njenih čustev, zdaj gremo pa še bolj jebat. Kak je s tem? Meni je zelo veliko ljudi svetoval, da ne berem teh komentarjev. Pa da ne odgovarjaj, ne? Bolj, da ne jih ne berem. Aha, okej. Vsi, pa to so bili taki zelo dobro namerni nasveti, v smislu, da se ne boš ti slab počutila. Mene v resnici ti komentarji ne prizadanejo, ker jaz sem sama s sabo zadovoljna, a ne? In jaz se velikrat v bistvu v branju teh komentarjev ful nasmejim. Jaz imam kar dosti dober smisel za avtoironijo, za humor, nasplošno, in se res nasmejim, ker to berem. Včasih tudi, ko imamo s familijo kosilo, jaz to berem in se režimo skupaj. Tako da to na ful tak dober način vzamem. Ja, včasih pa tudi odgovorim. A veš zakva? Zato da pokažem, da me niso prizadeli, ampak da je tako, hvala lepa, gospod, da me spremljajte, še me dejte, da bom imel še več ogledov. Ja. Ampak se pravi, hočeš reči, da vsa ta, ker nekateri komentarji so res grdi. No? Jaz sem šel to brat mal. Pizda, mene, ko sem navajen vsega, me je malo zabolelo. Sneko, pa pizda materno, upam, da ono to res ne bere vsega. Te se te res čist nič ne dotakne. Da si ne vem, kaj vse, ne vem, od stvora, do pizde materne, do pošasti, do ne vem, kaj vse. Da sem mrož. No, celo mrož. Da sem mrož, meni je to najbolj. No, tega nisem prebral, ja. Stvor pač, to, not funny at all, mrož. Ti so najboljše, ali pa jaz sem tudi posnela in video sem malo pokazala, ko imam doma, in pa napišejo, ona živi v drvarnici, tako najbolj. Ja. Tako, spet v Sloveniji nikoli ni prav. Če živela prav v veliki bajti, ni v redu. Če živela v nekem stanovanju, fiks je socialno stanovanje, ga je dobila preko vrste. Živim skromen, kar smo ustvarjali moja familija z lastnimi rokami. Ne, živi v drvarnici. Hvala, vzamem to, pa gremo. Kaj pa misliš, kakšni ljudje pa so to, recimo, da jih tako zagrabi, da morajo se oglasiti negativno, žaljivo, nesramno? Kaj je po tvoje profil teh ljudi? Jaz mislim, da sta profila nekje dveh vrst, lahko pa tudi oboje. Ali so to zdolgočaseni ljudje, ker, let's face it, ne vem, jaz imam naporno službo, dolg delam,
ko pridem domov. Meni se ne da video od drugih ljudi gledati, pa če že gledam, ne bom šla pa še odpirati komentarjev, pa tam nekaj žaliti. Sem preprost, ne da, ne zanima me. Raj se osredotočam na se, raj kaj preberem, magari če televizijo gledam, dnevnik, kakšno dokumentarno oddajo, veliko raj to. Tako da ali mi je dolg cajt, ali pa so nezadovoljni sami sabo, pa pojte frustracije tam name. Ampak, tako bom rekla, saj smo sprejeli zakon o psihoterapiji, naj si poiščejo pomoč. Samo zdaj si v bistvu ti njegov psihoterapeut, pa nič ne zaslužiš tega, ne? Če pa to delam pro bono, pa z veseljem za Slovenijo. Pro bono delaš, ne? Ja, pro bono. Ampak praviš, ta stil tvoj, ne? Si preka to, kaj imaš pa že od nekdaj, tak, bom rekel, stil oblačenja, že kaj, zasnovne šole, srednje šole? Kdo ti je dal to v tebe, da si reka, jaz bom pa tak se oblačila, to sem jaz? V bistvu ne vem, ker kadar jaz zase vem, sem taka. Ali pa recimo, če greva gledati tudi kakšne pustne oblačila, veš, skozi ta pustna oblačila otrok ful sebe izraža, veš. Ne vem, jaz sem bila od nekdaj Vitez, Zoro je bilo takrat, pa Ninja Želva seveda. Jaz sem bila od nekdaj to, tako da, ko me folk vpraša, kje ta geneza tega, ne vem, ker odkar zase vem, tako je. Pa koliko si stara? Jaz sem 26 let sem stara. 26 let. Ja. No in, če te vprašam, mogoče zdaj, 16 let stara punca. 26. Ne, 26. Zakaj si se politiko podala? Zakaj kaj druga raj ne delaš? Ne? Zakaj si se podala v to pizdarijo, razumeš noter, ne? V te politične vode? Kaj je tvoj namen? Ne? Kaj je tvoj namen, da si reka, zdaj bom pa je šla v politiko, zdaj pa gremo? To je bilo pa približno tako. Jaz sem se s politiko začela ukvarjati v bistvu na faksu. Sem hodila na pravo v Ljubljano in sem kandidirala v študentski svet. To je bilo v tem obdobju covida, pa neke splošnega družbenega nezadovoljstva. Mi so bili pa takrat tudi zelo nezadovoljni s to zasedbo, ki je bila v študentskem svetu pravne fakultete. Če povem na kratko, bila je samo ena lista in tudi za 9 mest je bilo samo 9 kandidatov. In jaz sem takrat začutila, da če sem jaz tako nezadovoljna s to situacijo, moram tudi jaz nekaj ukrepati tukaj. In takrat je bilo potem najprej nabiranje, kdo bi še z mano kandidiral, žal se je za kandidiranje odločil sam en prijatelj, pa sva bila zvoljena, tisti nasprotniki so naj hoteli čim bolj potolčiti in sem prišla noter. In seveda 7 je bilo tistih iz druge liste, mi 2 pa 2 sama. A sva lahko naredila kaj veliko? Niti ne, sem se pa naučila te politične obrti. In tako smo razvijali, naslednjo leto nas je bilo že 6 kandidatov in tako sem bila 3 leta v študentskem svetu. Pa seveda v luči tega leta 2022, pa tega, ko preko, res tega nezadovoljstva s tem, kar je tretja Janševa vlada vplivala na naš vsak dan, tisti, ki zgledal po televiziji, pa si ti gabel razmišljal, kva sploh lahko narediš. Takrat sem pa jaz res začutila tisti klic, da kot neka izobražena, razgledana oseba, rečemo sposobna, je pa tudi moja naloga, da nekaj za to državo naredim. Zame, za vse moje vrstnike, za vse tiste, ki jo še prišli za mano, da se podam v to grezenco. Zavestno sem stopila v ta drek, bom tako rekla. In kljub vsem preprekam, žalitvam, grdim pogledam, ki jih včasih dobim, mi ni žal. Zato, ker to, kar smo naredili za to državo, odtehta vse to, ki se pa je name zlije. In zakaj ravno svoboda? Zakaj si šla v to stranko? Tako, jaz sem že od vseh tisočih, ki so na razpolago. Jaz sem bila že od nekdaj na levem spektru, naše politične premice. Sem pa jaz tak človek, ki se zelo zaveda, neki so moji ideali, neki je pa realnost. In mi v bistvu zelo všeč v politiki, kako pa je to med sabo se butne in kako premagati. Politika le je neko sprejemanje kompromisov in skozi svobodo sem začutila, da lahko te svoje ideale nekako soočam z realnostjo in pridem do nekega ustreznega kompromisa. Seveda na koncu je pa prevladalo, da sta me 2 kolega nagovorila. Kar je pa v bistvu ključno. Vse veliko ljudi razmišlja o politiki, pa kako biti aktiven, ampak noben ne bo rekel, jaz se bom pa v to stranko vključil. Zelo je pomembno to osebno nagovarjanje. In sem vstopila v to stranko. Ta stranka omogoča zelo veliko možnosti za učenje, za napredovanje mladim in mislim, da se to celotni stranki in celotni Sloveniji zelo dobro obrestuje, ker v Svoboda mladi se pa kali en političen kader, ki bo relevanten po mojem še desetletja.
Zdaj pa to foro, gledaj, te tako imenovani novi obrazi, med katerimi si več kot očitno tudi ti, Ja. pridejo, naredijo rock and roll in potem grejo v kurac. Ne? In to sem spraševal že mnoge goste, tudi iz političnih zgodb. Ne? Pizda, jaz zdaj gledam, iz sebe izhajam, ne? Da pridem jaz kot nov obraz in potegnem za seboj rajo, pa mi dajo glasove, pa prijem na vrh. In jaz, kreten, že prvi teden naredim neko umazanijo in si zajebem rating. Ne? Zakaj vsak nov obraz do zdaj, je naredil nekaj podobnega? Ne? Torej, prišel gor, ali ni končal mandata, ali se je umazal z neko afero, ali se je pobratil z nekom, ko se ne bi smel. Zakaj kot novinec ti ne rečeš, zdaj bom pa jaz pizda 20 let, čist, fair in bom na vrhu in bom car in me ne bo zjebal nič. Zakaj se je do zdaj vsakmu novemu zgodila podobna zgodba in je potem spet ti ta stari, ki jih imamo verjetno že poln kuraci, pridejo nazaj in so še vedno relevantni in v igri. In dodatno vprašanje, ne? To, ko se bunijo ljudje nad starimi, ko pride novega, pa spet čimfajo, kaj bi te zdaj rad, kaj se ta ven meče, ta nima kilometrine. Daj mi to objasni. Mislim, ta kratek odgovor je prevelika pričakovanja. Ampak zdaj pa pazite, ta dolg odgovor. Okay. A zdaj že kakšnega majstra na dom naročil, ne vem, za malatkaj ali pa za ploščic. Je pa to začetek Porniča vedno dober, če smo iskreni. Vedno se s tem začnejo Porniči, če smo že pri tem. In to dobri Porniči. Ja. In vsak majster mora najprej reči, gospod, kdo vam je pa to delal? Jaz to boljš naredim, pa cnej. Okay. Podobno v Sloveniji tudi delujemo, novi obrazi. Joj, tole je bilo vse katastrofa, mimo pa zdaj čist drugače. Ampak v resnici, tako kot ugotoviš pa je tudi pri majstrih, pri polaganju ploščic je samo ene par tehnik, tudi pri politiki je samo ene par tehnik. In ko se v volilni kampanji, ko se volilno kampanjo gradi na tej narativi, mimo pa zdaj čist drugače, ljudje dobimo, ker jaz sem tudi del tega, čist prevelika pričakovanja. Zato je pa po 3 mesecih vlade, zakaj se še niso zmanjšale čakalne vrste v zdravstvu? Zakaj si obljubil pizda, da se bojo, ne? Bodi tiho. Ker je bil nov obraz in je vzel tehniko naših obrtnikov. Okay. In vedno v Sloveniji imamo mi to, ko preko mandatar za enkratno uporabo, po uporabi zavrzi. To je zelo, kot se zdaj sliši, kot zelo v duhu te reciklaže pa zelenega prehoda. Kar se pa meni recimo zdi drugače v tem mandatu, je pa, da je Svoboda zelo hitro posrkala 2 drugi stranki, SAB pa LMŠ, in s tem dobila neke izučene kadre, pa spet to, kar sem že rekla na začetku, malo več je te realnosti, no? Kaj se da narediti, ali pa pripravljenosti sprejemati neke kompromise, da bo stvar narejena, če tudi mogoče ne bo čisto idealna, bo vsaj narejena bolj kot nič. In tudi kot vidiš po javnomnenjskih anketah, Svoboda ni na tej poti, kot so bile predno LMŠ, SMC, Pozitivna Slovenija. Kaj, Golob dobil še en mandat? Mislim, da je to zelo realna možnost. To bo pa en unikum, ne, v Sloveniji, kar se tiče novih obrazov, da bi nekdo ne samo zdržal en mandat, da bi morda celo dobil drugega. Ponovil. To pa ni ravno vsakdanja stvar. To bil še leta drug levo-sredinski premijer, ki bi ponovil mandat, in v času prvega je še sploh rojena, nisem bila. Kaj, Drnovšek je bil to? Ja, takrat v 90. Ja. Torej si izbrala pravo stranko, če potegnemo črto. Očitno, oziroma je stranka izbrala mene. Okay. Nika, daj mi reči, ima zdaj plan poslanka postati kaj na naslednjih volitvah? Te bojo dali v ogenj, v spredje? Veš, kva sem se jaz naučila v teh 3 letih, oziroma 4 bo že, odkar sem vstopila v politiko. Da verjamem še lepo, ko vidim. Jaz zaenkrat delam, ko rekla, v mojem ustaljenem planu, hodim na doktorski študij prava, tako da se še strokovno gradim, sem predsednica podmladka, se s tem ukvarjam, občinska svetnica v Tržiču. Podmladka celotnega ali sam Tržič? Ne, jaz sem predsednica Gibanja Svoboda mladi, celega tega? Pa predsednica lokalnega odbora Svobode v Tržiču. Nisi ti kar neki, bi zdaj, ne? Mislim, oprosti, nisi ti kar neki, ne? Če ne bi bila gostja moja, če bi bila, ne? No, se pravi, ampak je pa plan, da te dajo za...
Tako sem rekla, jaz se ukvarjam s temi projekti, ki imam zaenkrat zastavljene. Ko bo pa lista potrjena, bomo pa zasiguran vedeli, kako bo in takrat se poje. Če mi bodo zvezde namenjene, se bom vrgla poje v to. Ampak si opazila tudi te poslanske zgodbe, ne? Mnogi, ko pridejo prvič, so prve pol leta so glasni, pa sploh ne vemo, da so poslanci. Ne? Jaz bi bolj rekla, da prve pol leta se lovijo vsi, potem pa od nekaterih zvezda vzide, od marsikoga pa zatone. Ampak, a veš, kaj je razlika pri meni? Ponavadi so te ljudje sploh na kakšnih listah novih obrazov, a veš, oni vstopijo v politiko dobesedno čez noč, v dveh mesecih recimo. Jaz sem pa imela to možnost se počas graditi, počas oblikovati, kva jaz želim, počas spoznavati sistem, spoznavati tudi postopke v državnem zboru, počasi graditi, ko preko medijsko prepoznavnost, počas odpirati teme, a veš, da ni treba takoj skočiti v ogenj, ampak počas se učiš. In politika ni toliko znanost, kot je obrt, tukaj se res s prakse učiš. In mogoče na tej točki pa jaz že imam nekaj te prakse, da bom morda, če bom kandidirala, če bom izvoljena, imela malo boljše izhodišče. Ampak se veš, kjerga kruha se največ poje. Zarečenega, ja, jaz sem hotel reči, ajde v ga. Ampak misliš, da ti bo škodilo ta tvoj styling, te tvoje napadi na te, ali ti to na nek način celo koristi, pa sploh ne vemo. Ne? Kje smo tu? Kje smo tukaj? Da je bila, ne vem, neka klasična lepotička, bi te jebali zaradi tega. Ne? Veš, nekaj gledajo, ta je pa sam lepa, pa je butasta. Ne? Jaz mislim, da točno to, če je bila neka lepotička, pa se pokvarjala sam z mojim videzom, ne pa z mojo vsebino. Zdaj se pa spet s svojim videzom ukvarjajo, se pa spet kurac. Z mojim videzom se samo moji hejterji ukvarjajo. To je pa tudi res. Ja. Ker koliko ljudi ima vstal na ulici, veš, na ulici me noben ne vstal pa preko ti, ko misliš, da si moški. Ne, mene ljudje vstavijo na ulici pa rečejo, Nika, ti pa poveš tako, kar res je. To moramo ljudem sporočiti, da naj si ne mislijo, da je teh 5% ljudi, ki uporabljajo Facebook, večina Slovenije. Ne? Ni res, ni. To je še vedno samo, pa ne govorimo, da vseh teh 5% od tebe napada, ampak samo 5% je na Facebooku glasnih. Drži. 95% pa ti verjetno srečuješ, tam pa praviš, da pa imaš vredne izkušnje. Ja, drži. Torej, jaz držim pesti, da priješ v fucking parlament in da me takrat ne pozabiš. Ne? Tako te jaz pokličem, rečem, Nika, kak je, kdo si že ti? Ne ti meni, kdo si že jaz. Ne, ti imam shranjenega v imeniku. No, to, pod kaj me imaš? Isto fucking gar. Bravo. Respekt. Jaz spoštujem vzdevke ljudi. Ne, mislim, to je moje polno ime, mislim, da se zabava zdaj. A ste upravili enoto? Ne, žal ne, ga pa res ta fucking, zdaj zadnje čase malo opuščam. Se mislim, da ti sploh ne bi upisali v matični register. Po moje bi mi. Jaz mislim, da imamo mi neka pravila, veš, da ne sme biti žaljivo ali pa zmes ljudi. Tukaj tudi niso hoteli enkrat enemu otroku odobriti imena Bomba, ker bi lahko tega otroka, ker bi lahko zmedel druge ljudi, si predstavljaš, da greš v Kulandijo, pa se mamica dere, Bomba, prosim, nekaj, Bomba. Okay. Se praviš, da mi ne bi to priznali, ta moj zelo glasni nickname. Vprašanje, če bi ti hotel upisati. Drugač pa, Nika, kar mi je zdaj pa zanimivo, s čim se pa z najno skupno prijateljico Janjo Slugo, ki je bila by the way dvakrat že moja gostja, ukvarjata zadnje čase, je pa ta zelo, bom rekel, kar pogumna zgodba, da če imaš kakšno kriminalno preteklost ali bom rekel, kakšno kriminalno karkoli na sebi, da ne smeš biti več poslanec, če te prav razumem. Poslanec ali pa uporabljati kakšno drugo funkcijo. Ampak se ti ne zdi žalostno, da sploh morate se to iti, ni to logično opis, da če imaš neke kriminalne stvari, da sploh ne bi smel kandidirati že na splošno. Zakaj morate to sprejemati, pizda? Tako ti mi rekla, se veš kot tak naivan, mlad človek si misliš, da je to urejen. Kurac, ni, ne? Ni. In veš kaj najhuj, že leta 91, ki je bila ustava sprejeta, mene še v planu niso imeli. Je že v ustavi piše, da se lahko v bistvu določi pogojne kaznovanosti, ampak je treba to določiti zakonom. In od takrat naprej bomo sprejeli tak zakon, ne. Pa je bilo več poskusov tega, ampak zmer na koncu so si, pa bom zdaj res grdo rekla, zaščitili lastne riti. Kar imam pa jaz spet srečo v svobodi, je pa to očitno nekaj le je drugač. Ker ko smo mi v podmladku predstavili to idejo poslancem, ni bilo ne obotavljanja, ne posvetovanja, so rekli, pejmo, gremo s temu naprej in
cela poslanska skupina se je postavila za nas in v bistvu cela stranka. In kva sem jaz, ki je najbolj ponosna, je to, da kako je ta naša ideja, ki je rasla več mesecev v Podmladku, se tako dobro združila s poslanci, v prvi vrsti z Janjo, in da mi to lahko furamo naprej. Da poslanci vlagajo zakone, da se lahko napišejo ti zakoni v državnem zboru, da smo lahko, to je pa meni kot pravnici pomemben. Vsi prejšnji poskusi so bili morda preveč čistunski. Mi smo pa vzeli, ok, želimo to idejo, ampak dajmo jo narediti tako, da bo skladna z ustavo, da bo tudi prestala presojo na ustavnem sodišču. Morda smo na ta način sprejeli kakšen kompromis, ki je komu preveč, ker recimo, tudi če si ti obsojen na neko kaznivo dejanje, pa si v zaporu, 5 let po tistem, ko greš ven iz zapora, ti potem spet lahko kandidiraš. Sprav za stara dejanja. Ja, ker to je pametno. S tem mogli smo uskladiti z kazenskim zakonikom, ki pravi, da posledice pravnomočne obsodbe zastarajo 5 let po prestani zaporni kazni. Če vidim tudi tvojo zgroženost in to mi kar par ljudi povedalo, zaskrbljeno, začudeno. Ja, tako, marsikdo mi reče, ne, Nika, to poga biti pa do konca življenja. Ampak, tako bom rekla, v gostilniški debati, se bi morda še celo strinjala, enkrat kriminalc, vedno kriminalc, ampak mi imamo pravo, imamo pravno državo in del tega je tudi pač ta, ko preko pravica do pozabe po 5 letih in spet. Mi smo si želeli narediti nekaj, ki bo prestalo ustavno presojo. Kaj je bil ta prvi argument opozicije? Ta zakon je zakonodajno-pravna služba raztrgala in ta zakon je protiustaven. Ne, ni, ker smo ga uskladili z drugimi zakoni, z ustavo in tudi z mednarodno-pravnimi standardi, pa predvsem smo se inspirirali z tem, kako je to urejeno v Avstriji. Ampak kaj pa recimo gre tudi za vrsto kaznivih dejanj, ali je kaznivo dejanje? Nima veze, kaj je nekoga ubil ali ukradel kos kruha, zmišljujem se, karikiram. Glih to, ne more biti za vsako kaznivo dejanje, če ti enega ubiješ, ali pa če ti, ne vem, se zmatran vozaš po cesti in narediš eno prometno nesrečo, to ni primerljivo. To je samo za naklepna kazniva dejanja, ko imaš ti res namen v sebi, da to storiš, in pa mora biti pa še za hujša kazniva dejanja, to so tista, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Recimo, če ti jaz grozim, to se ne tretira kot neko hujše kaznivo dejanje, nisem te udarila, nisem te poškodovala, nisem ti česa vzela, prizadela sem te pa. Se to ne preganja po uradni dolžnosti, recimo, da tožilec šumem, pa nekaj grozila, isto, ko gremo kazenski pregon. Ne, to bi ti mogel na tožilstvo, podati predlog in bi se na ta način začeli. Tako da za taka kazniva dejanja to ne velja. Samo za tista, ki so tako huda. Pa kjera so to, če gremo konkretno? Kjera so ta dejanja, da ti ne smeš biti poslanc, politik, pa kaj jih je toliko veliko politiki to naredilo, da morate ta zakon sprejemati? Čak, počas, pejva po vrst. Se pravi, takih kaznivih dejanj je v bistvu velika padejo v to. Se pravi, ki so naklepna in ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Pa še vsaj 1 leto zapora moraš dobiti. To so umor, posilstvo, vsa ta gospodarska kriminaliteta, dajanje podkupnine, jemanje podkupnine, to insider trading, nek zloraba uradne listine, zloraba položaja, oškodovanje javnih sredstev. To so res tista, ki so v bistvu najbolj relevantna tudi za politiko samo, ker česa je največ. Oškodovanje javnih sredstev, zlorabe položaja, pa dajanja pa jemanje podkupnine. In če to narediš, ne smeš biti politik, če bi se to sprejelo. Ja, ampak te mora pravnomočno obsoditi. Ker to je pa... Če se sam govori, je premalo, ne? Drži. To je vse rekla, kazala, sem le pravnica. Jaz vem, da niti kazenska ovadba še ne pomeni neki niti obtoženca, šele potem, ko je človek obsojen strani sodišča, je že vložil pritožbo in je bila ta zavrnjena ali pa zavržena. Mislim, je veliko takih politikov. V preteklosti so bili moj soobčan Pavle Rupar. Tako je zdaj glavni za upokojence. Drži. Pazi, by the way, moj bivši gost v podcastu Tone Košmerl, pop dizajnovc, je zdaj javno napisal, da je šel na njegovo stranko in da se bo, čakaj, Tone, zdaj pa prosim. Tone, zdaj pa na tem mestu, te z Niko prosiva, odnehaj, dokler je še čas, ker te imamo radi kot velikega glasbenika in avtorja
ne jebaj se s politiko na tak način, to ne, božjo mater. Ne? Sem dobro rekel? Ja, odlično si. Bom pa tudi rekla, Pavle je za to stare, jaz sem za ta mlada. Ja, ok. Ja, tako da Pavle Rupert je bil tak, Srečko prijatelj recimo, a ne. Tako da v bistvu poslancev takih... Kaj pa ta Stefanovič? Ne vem, če je bil on pa je pravnomočno obsojen. Mislim, da ni bil. V bistvu pri poslancih v Sloveniji še ni bilo toliko takih primerov, je pa kljub temu treba imeti to vnaprej urejeno. Ne, da se to zgodi, potem so pa vsi moralni in ojoj, to pa ni urejeno. Ja, prej je treba na to misliti, a ne? Tako da pomož pa bolj kot pri poslancih, je pa tega še več pri kakšnih županih. Recimo, za župane bo to tudi veljalo? Tudi za župane. Se glih bo, čak ti bom še to povedala, ker za poslance pa državne svetnike ni šlo skozi zakon, nismo dobili dvotretjinske podpore, ampak za župane, občinske svetnike in pa predsednika republike je pa šlo skozi. Recimo župan Gornjih Petrovcev je bil lani polet obsojen na zaporno kazen za naklepno kaznivo dejanje, oškodovanje upnikov, daljše od 1 leta. Tako da, če bi bil ta zakon že prej sprejet, bi zanj veljati. Ampak glej ga zlomka, čeprav je bil obsojen, župan ni hotel sklicati seje občinskega sveta, na kateri bi bila ta točka, da bi oni ugotovili, da je njemu prenehal mandat. In to smo se več mesecev s tem ukvarjali, da je pa on le umestil to točko, in mu je prenehal mandat. Ker če bi bil pa ta zakon sprejet, pa on sploh ne bi smel kandidirati. Ampak ni zanimivo, ne, da politik kot neka avtoriteta v smislu, ne zdaj brezmadežni, ker se ni papež. No, ampak noben ni brezmadežen. Ampak tako, da redko kjer politik odstopi, ko ga ujamejo, rečemo, s prsti v marmeladi. Pa kako ministri skozi odstopajo, to se vrtijo. Ja, ko morajo, Ja, zato odstope, ker morajo. Ampak hočem reči, kot politik, ti bi ja mogel sam imeti to v glavi, pizda, glej, tole več nimam te avtoritete prave, ljudje so mi to sponašali, pizda, jaz moram iti. Sorry, fantje, ne moramo tako delati. Pa to skoraj noben ne naredi, razen če mora. Pa če mu reče šef, lej, zdaj pa pejt, ker če ne bomo vse zafukali. In če te malo piknem zdaj, golob naš, ta zdaj pizdarija, zdaj mi SMS-i s to pizdarijo, kje smo tu? Mislim, bi mogel tudi on po tvoje reči, zdaj pa grem. Ali misliš, da to pa tako daleč pa ne gre ta zakon tvoj? Kako ti bom rekla, spet treba vsebinsko gledati. Prvo kot prvo, ta moj zakon, ki je v resnici dejanje, kot mladek zraven sodeluje, se ukvarja s kaznivimi dejanji. Za presojo, kaj je kaznivo dejanje in ali je bilo kaznivo dejanje izvršeno, je pristojno zgolj in samo sodišče. Ker sodišča so samostojni in neodvisni organi, tretja veja oblasti, samostojna in v bistvu to je en tak temeljni postulat vsake moderne družbe. KPK pa ni sodišče. In tudi njihove odločitve žal nimajo take pravne teže, kot je odločba sodišča. Tudi odločitev sodišča, sodba, ima not neko kazen, denarno, zaporno. KPK je pač ugotovil kršitev integritete. In tudi pristojnosti KPK so v bistvu pregon korupcije, pa integriteta. Tukaj ne gre za korupcijo, kot marsikdo očitno zbotno misli, saj tako zaznavam iz pogovorov z ljudmi, ampak kršitev integritete. Ok, v redu. Jaz bom pa tukaj rekla, dajte ljudje pamet v glavo, ni vsaka odločitev enaka vsaki, treba je tudi po vsebini pogledati. In ko sem jaz ta teden prebrala ta 2 SMS-a, jaz bi težko rekla, da je bila tukaj sploh, da je šlo za grobo komunikacijo, kva še kaj več. Mislim, da pri takih stvarih je res, tudi pravo je treba tako z eno zdravo kmečko pametjo uporabljati in jaz mislim, da je večina ljudi tega sposobna. Pa ni zanimivo, recimo, da enim politikom se oprosti vse, recimo Janša je tak primer, njegovi volivci mu oprostijo vse. Nekomu drugemu se ne oprosti že to, da bi, stopil psu na tačko. Kaj je to fora? Enim oprostijo vse in nadaljujejo kariero, ene bi pa utopili v žlici vode že za eno malo malenkost. Kje je to fora? Kako bi ti jaz rekla, tukaj morda tudi malo razlika med mentaliteto desne volilne baze pa te baze leve od sredine. Tudi to raziskave povejo, da na desni strani so dosti bolj vojaško organiziran, dosti bolj verjamejo ta kult osebnosti in očitno tudi zaradi tega malo hitreje odpustijo. Na levi
smo bistveno bolj kritični, tudi včasih do lastne stranke, a ne? Tudi do novih obrazov in jaz mislim, da je tudi zaradi tega, kakšna je volilna baza, je do novih obrazov prišlo na levi, na desni pa v bistvu ne. In tlej ta temeljna razlika. Je pa tudi odvisno od tega, kako nek politik, ki se mu take stvari dogajajo, to skomunicira. Včasih je pametno priznati napako, stopiti kakšen korak nazaj, mogoče včasih pokazati tudi malo sposobnosti avtoironije, a ne. Se mi zdi, da to ljudje tako dobro preživečijo. No? Tudi jaz sem, že kdor dela greši, tudi jaz zdaj kaj za serijem, a ne, rečem. No, le pazi, da ne boš preveč ga srala. Ja. Ne, ja. Ne, zdaj si tipično preveč kritičen do mene. Ne, te vprašam, da ne boš zdaj začela biti srati, če preden boš šla v parlament. Zdaj si tipično preveč kritičen do mene. Jaz sem človek, delam napake, verjetno jih tudi ti. Seveda jih delam, jaz jih delam na dnevni basi, zdaj pa nisem politik. Mislim, politiki, ampak tudi politiki niso svetniki, so ljudje, a ne pa to zdaj napravim, da oni lahko izvršujejo kazniva dejanja, pa kar bodite poslanci, ampak da se kdaj komu kaj zareče, da kdo mogoče kdaj uporabi malo bolj grobe besede. Tudi meni včasih dolg dan je, potem pa ob 6 zvečer en kliče, pa te žive, da te reče nekva. Vozi. Ja, razumem. No, pa gled, tako življenje. Ta zakon, o katerem govorimo, recimo, če se malo na Janšo vrnem še, za hip, zanima je polom dokazal, da je bil po krivici zaprt tu na Celjskem sodišču. To nisem tako sledil, kot nisem toliko Facebook politiki. V zadevi Trenta? Zakaj je bil dejansko on zaprt? No? On je bil zaprt v zadevi Patria, to je bilo takrat 14. leta. Tu v Celju so ga pa oprostili Trente. Drži. Se pravi, za Patrio pa je bil zaprt. Za Patrio je bil obsojen. Se pravi, on ne bi smel po tem zakonu več biti v politiki. Potem je pa ustavno sodišče ugotovilo kršitev, ki je zelo pravno tehnična in po mojem mnenju izhaja iz tega, da je bil zakon slabo napisan. Se pravi, bom kratka, pa upam, da bom tako, da me bo ljudje lahko razumeli. No. Okay. Se pravi, kaznivo dejanje je sestavljeno iz več nekih vsebinskih sklopov, ki jih moraš napolniti. Ne vem, ta tvina je protipravna odtujitev tuje stvari. Se pravi, neskladno s pravom, se pravi, ne vem, nimam pogodbe, ti jaz vzamem nekaj, kar ni mojega. A ne? In jaz moram vsako to stvar utemeljiti. No, in pri Janši je bil eden od teh vsebin tudi obljuba nagrade. In ta obljuba nagrade, to je zelo težko opredeliti, kako je do tega prišlo. In ustavno sodišče se je takrat zapičalo to in so rekli, da ta zakonski znak, ta vsebina ni bila izpolnjena, ni bila napolnjena in so vrnili na prvo stopnjo. In potem je bilo pa že toliko časa od začetka postopka, da je zadeva zastarala. Res pa je, da ima Janša zelo dobrega odvetnika, ki zelo spretno uporablja vso pravo, ki mu je na voljo, da se zadeva čim dalj časa vleče. Tudi v zadevi Trenta, če bi meni ali pa tebi vložili obtožnico, midva bi šla verjetno na pošto, pa bi jo prevzela. V 2 tednih bi bila zadeva pravnomočna. Pri Janši je trajalo skoraj 1 let, ker se vloži ugovor na obtožnico. Potem zahteva za izločitev sodnika. Potem o tem odloča zunaj obravnavni senat. Zahteva za izločitev zunaj obravnavnega senata. O tem odloča predsednik sodišča. In potem je še zahteva za izločitev predsednika sodišča. In to se traja in traja. Sprav ta odvetnik praviš, da bi rešil tudi Jezusa Kristusa pred križanjem. Zelo verjetno, ja. Pač bi zastaralo. Ampak glej, je pa zanimivo, ta fenomen Janeza Janše, če gledaš, vem, da se kogarkoli vprašam z levice, ki je bil kdaj gost spremeniti temu, takoj pa mu gre na kura, zato vprašujem, ampak glej, te bom vprašal. Če gledaš pa tako, je pa fenomen. Glej, poleg Pahorja, ki je zdaj influencer, ki je zapustil politiko, teta stari so že mnogi tudi umrli, ampak on, kaj je, 30 let, 35 let, 40 let, pazi, ta popularnost, se pravi, skozi te enaki procenti, več ni nikoli, manj pa tudi ne. Ne glede na afere, karkoli, pa pustma, so resnične, neresnične, o tem ne bom sodil, ampak da lahko nekdo 35 let ohranja enako priljubljenost, jebemo mater, da pa vseeno mora biti dober, da mu to rada.
Kaj meniš? A kaj menim o tem? Ja, to je fenomen, tudi svetovni fenomen, ne samo slovenski. Drži. Ja. In pomislim tako, Janez Janša je alfa in omega slovenske politike. Ja. In tudi ta njegova uspešnost, za kakšno ceno? On je debata vsakega božičnega kosila. Tako župo na mizo, tako Janša ven, kot se treba o tem pogovarjati. In cena tega, da si on zgradil to strukturo, ta kult osebnosti, je tudi to, da čez določene procente pač on ne seže. To je pa res, ne? Ja, tako da... Če kdo pride pa kak nov obraz, pa doseže več, ga premaga. Drži. Tako da, tako ko ima meč dve strani, ima tudi klele, ima tudi ta njegova, ko preko politična vloga. Ja, res je, ohranja neke procente, neko priljubljenost, ampak onkraj tega pa ne seže. Si ga spoznala v živo že? Ne. Bi ga rada? Bi mu dala roko? Ker kaj je bila ta ministrica, ko je pol odstopiti mogla? No? Dominika Švarc. Ja, je umaknila roko. Zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da bi bilo tudi odvisno, na kakšen način bi on do mene pristopil. Ker recimo, da bi hodila drug proti drugmu, pa bi on že vmes med hojo nekaj nesramnega zabrusil. Hvala lepa, s takimi se jaz ne pogovarjam. Bi umaknila roko. Ja. Če bi se pa srečala, pa da se mi malo nasmehne. Ker to se moraš prepraviti, ker če už poslanka, už mogla si z vsemi sodelovati. Ja, se bo pa magari na hodniku srečal se, ali pa pred parlamentom, ali pa na malci. No, to me zanima, kaj boš naredila. Če se pa nasmehne, pa rečeš živijo, ali pa ona meni reče živijo. Z nasmehom se te da kupiti. Valjda. To so pa oni osnovni človeški odnosi. Rečeš dober dan, hvala, pozdraviš, daš roko, se ni veliko treba. To je pa ta korektnost do sočloveka. Kaj pa Rupar? On je svojih koncev, smo ga prej umeli, kaj pa z njim bi dala roko? Drži. V nedeljo sva se videla v gostilni. Če smem, predno mi poveš, on, ko je bil župan, takrat je bil velik frajer, se ga spomnim, je bil velik frajer. Pol je pa pizda, kar naenkrat ga začel srati s takšnimi drugačnimi izjavami, se zapletel v takšne in drugačne kaznive norije, razumeš? In pol mu je ta zvezdniški ta playboyevski imidž, ki je bil zelo čeden fant, to moram priznati, mu je šel kurac. Ampak glej ga, prišel nazaj, dela pizdarije, kljub temu, kaj vse ima za sabo, je ljudi prepričal, no in ko ga srečaš, pa vse to veš v njemu, kaj narediš, ko se v gostilni srečal. Ko sem ga v gostilni srečal, v nedeljo smo šli s familijo, on ima potem svojo familijo, ampak je tudi on preč od mene pogledal, tako da tudi je šla naprej. Drugač pa odgovor podoben, kakor za Janšo. Zelo je čisto odvisen, na kakšen način bi pristopila drug do drugega. Pa kaj pa meniš v njemu? Kaj si pa zamenil v njemu? On je zapufal tržiško občino do amena, kva vse je kupoval z našim denarjem. Po njemu je Borut Sajovic, ki bi pa izvoljen za župana. En mandat je sam plačeval pufe. Kar je Pavle Rupar v 12 letih zasral, je Borut 16 let nazaj spravljal. In jaz si kot občina, kot Tržičanka, se res ne želim več po tej poti. Mi v Tržič si zaslužimo več. Ja. Tržičani ste fajn, veš? Smo fejst ljudje, Ampak glej, kaj je meni fascinantno. Neke take persone, ko se pojavijo potem v neki novi preobleki, novi obliki, novi reinkarnaciji, če hočeš, in glej, koliko ljudi dejansko še vedno potegnejo za sabo. Meni je fascinantno, kako lahko politik ali bodoči, karkoli, potegne za sabo ljudi, ki kar pozabijo to, ono, drugo. Pa pustimo zdaj Ruparja, govorim v obče, kako je mogoče, čakaj, pa to je pa ta je fukjen, pa ne bo me zakaj ljudje, kak je fajn povedal, to bom pa jaz zdaj za njega glasoval. Pa čakaj, ti veš, da je to, ne, to so laži. Kaj je z ljudmi, da jih lahko nasirje, tudi Hitler na vse zadnje, pizdo materno, Poglej, kaj je naredil, Milijonske mase, kurba, so ga gledali kot Boga, ker je obljubil pizda. On je premaknil celo Evropo, Obljubil jim je pizda raj, ampak pazi, za ceno česa, Dobro, takrat je res tisto brezposelnost, dobro, ker je imel to foro s to vojsko, ampak kaj je bil njegov ta zlovešči plan? To nobenega ne briga. On je bil kurba. Kako je to možno, da folk nasede? A veš, kaj je skupni imenovalec, da ljudje nekomu sledijo? Ja. Dve stvari sta. Ena je karizma, drugo je pa vizija. Ampak pizda, ne prepoznaš blefa kot volivec.
Da ta vizija je samo bla bla, da to ni resnična vizija. Ljudje se pri teh stvareh v resnici ne razmišljamo tako racionalno in eni, tudi jaz med njimi, si to zelo težko priznamo. Pa čas je, da bi začeli razmišljati racionalno. Če hočemo v Slovenijo pripeljati ven z nečesa, moramo začeti racionalno razmišljati, pizda, ne se zabavati, ne? Kaj mislim, ne? To je tako, kot da bi ti gledal film, pa bi bil iz samih številk. Ti ga ne gledaš zaradi racionalnosti, ti ga gledaš zaradi dobre zgodbe, ki se te dotakne. Dobro, to je film, pizda, ne? Ja, ampak tudi, veš, na take stvari, tudi v politiki so take stvari. Mi moramo, da za nekomu damo svoj glas, ga moramo začutiti, se nas more dotakniti. Ja. Ponavadi se nas ne dotakne z dejstvi, ampak z nekimi drugimi stvarmi. Včasih tudi sam podzavestno, zato je pa tako pomemben, ne samo kaj poveš, ampak kako to poveš. Ja. Ton tvojega glasu, da iz tebe vlije ta gorečnost, da si ti prepričan v to, kar govoriš, in tudi ta neverbalna komunikacija. Ampak če si kreten v resnici, pizda. Tudi zakaj ljudje ne vidijo to? To mi ni jasno. Zakaj ljudje ne vidijo, da je nekdo kreten, pizda? Zato, ker nismo taka bitja, bi jaz rekla, veš? Ja. Pa lahko tudi primeroma. Ja. Od leta 2014 do leta 2018 smo imeli enega predsednika vlade, ki je zelo temeljil na racionalnosti, dejstvih. Ja. Kako se je šlo? Slabo. Ja, zdaj je on dekan pravne fakultete, Ja. Ker mu je manjkalo kaj? Ja, mislim. Gorečnost. Gorečnost. Ja, lej. Glej, jaz se spomnim Krambergerja, recimo, ne, ko so ga pa seveda ustrelili, ne, zdaj kaj je bilo res, kaj ne, to očitno ne bomo nikoli vedeli, ampak ne, najprej se je zdel ljudem klovn, pa bedak, ne, pa je pa čedalje več ljudi dobil na svojo stran, ravno zaradi tega, kar ti praviš. Ne. In zdaj te njegovi govori, ki so bili takrat brezvezni, so zdaj preroški, pizda. Če gledaš te nekaj posnetke, on je takrat govoril stvari, ki so se prav res naredile, ne, pazi. Sicer, za kakšno tako stvar, jaz uporabljam pregovor, tudi pokvarjena ura dvakrat na dan prav kaže. No, ampak veš, hočem reči, ne, veš, očitno je to res možno, da pizda med ljudi greš in začneš govoriti in te spremljajo, ampak da imaš ti od zadaj res neke umazanije, sem to hočem reči. Karizma, super, gorečnost, žarečnost, strast, ok, razumem vse. Ampak pizda, če jaz prodajam to, pa vejo, da sem jaz pizda, ne vem, 5 ljudi ubil, 5 let nazaj, pa pizda, ne bojo to pozabili, mende, no? O, kak fajn govori, glega, ne, je strastni, je žareč, je goreč. Kot jim rekla, kot en človek tako racionalno razmišlja, konec koncev mi tudi praven študij v to oblikoval, bi si jaz tudi to mislila. Ja. Ampak vedno znova ugotavljam, da očitno temu ni tako. Ja, pa kaj boš pa ti v politiki počela s takimi protikandidati, s takimi pajdaši, če rečem, sotrpini? To ni za tebe, pizda. Mislim, če smo iskreni zdaj. Ne, veš, zakaj je zame? Ker jaz imam pa oboje. Jaz imam vsebino, pa imam tudi nastop. Pa te ne bojo pokvarili. Ne boš pokvarjena, ker politika je kurba, se veš. Ti rekli, glej, Nika, poslušaj, zdaj pa takle. Mi vemo, da bi ti to sam gledaj, zdaj pa tu smo tako mogla boš malo tep. Kaj boš rekla? Ne, jebite se, boš šla ven? Kaj boš naredila? Vsak človek ima svoje meje, morda na eni točki tudi jaz rečem, klej pa črta, jaz grem, vi pa tudi. Pa je možno, da politik tako pošteno deluje? Da reče oprosti, jebi se, ne bom, grem. Lej, jaz jih poznam mene. Jih poznaš? Ja. So naredili to? Drži. Pizda. Večina pa ne? Ni, tako bom rekla, ni ahmal, se mi pa zdi, da javnost toliko ne ve teh stvari. Ja. Što so pa nepojasnjeni odhodi ali pa se to zgodi tako za zaprtimi vrati. Moraš razumeti, da tudi politika v javnosti je nek teater. Ne? Ja. Držim. Ste glumci, hočeš povedati, kaj? Včasih tudi pride do tega. Ampak eni glumijo, pa ne podprejo pogojene kaznovanosti za poslance pa državne svetnike. No, pa ko smo že pri teh pogojih, kaj pa ta pogoj, da bi malo preverili te kokainske fore, ne, te mamilaške fore, to se tudi govori, da je tega veliko, ne, to tudi noben ne upa sprejeti, ne. Tako se govori, zdaj popravi me, ne, kaj ti meniš? Saj, kar sem jaz videla, je to neka fama. Smo le v Sloveniji, če bomo že za kakšne substance merali, dajmo začeti z alkoholom. Razni beli praški, tega je minorno. No. Da ni tega toliko, ko se govori, no. Kakor jaz vidim stvari, ne. Ja. Oziroma, kot jim rekla, gaj tega, glih to, kakor je v splošni populaciji, no. Ne pa rekla, da ga je kaj več. Ja. Ampak
se ti ne zdi, recimo, če gledam jaz nazaj, 15-20 let, ko je bila Katarina Kresal, takrat se spomnim, je bila izvoljena takrat v Jani za žensko leta, najbolj privlačno Slovenko. Predstavljaj si zdaj političarke, politike, karkoli, to so zdaj na tnalu. Politike vsi sovražijo po novem, pizda. Kdo je kriv? Včasih so imeli ljudje politike radi, pa ne vem, času Kennedyja, pizda, jaz gledam, on je zmagal takrat Nixona, ker je bil bolj čeden, ker je bil ženskam všeč, to moramo vedeti. Pa ker je bilo soočenje po televiziji, druge pa poslušal po radiju, pa mislim, da je bil Nixon. Je pa drugo, sam let, televizija je zmagala, ne? Pa hočem reči, kaj se je zgodilo s politikom, recimo, da grem jaz zdaj v politiko, pa da pičem nekega frajerja, pa mene ubijajo. Mene prebijajo na križ prvi teden, ker politik ne sme biti čeden, ne sme biti frajer, ne sme biti pameten, ne sme imeti lepe žene, Bog ne daj, to je vse narobe. Ne? Politik mora biti siva miš, ampak vse mora biti kul, ne sme pa izstopati. Ne? Včasih je pa to zaželeno. Bolj si izstopil, bolj si bil karier, bolj si bil filmska zvezda, pizda, bolj si uspel. Kaj se je zgodilo s politiki, da jih ljudje zadnje čase res ne marajo in da ne smejo več biti frajerji? Če si frajer, si za en kurac politik. Včasih temu ni bilo tako. Najprej, sicer jaz se komaj da še spomnim teh časov, ko je bil politik frajer, nekaj dobrega. No? Ja, kurac, zdaj ni več. Zgodila se nam je finančna kriza, ker so bili politiki krivi za vse te naše boleče ukrepe. Plače so se, napredovanje so se zamrznila, plače se niso zvišvale, stroški življenja so se pa skozi bolj, kdo je bil kriv? Ja, tisti grdi politiki, ki so sprejeli te zakone. Začeli se s temu, zakaj pa tega gneva tako povsod, pa jaz mislim, da je del tega tudi ta razvoj družbenih omrežij. Da je to krivo. Ja, ker prej se je politike šimfali doma, pa za šankom, zdaj se jih pa šimfalo 24/7 in to tako, v bifeju je tako, je debata, pa ko se gre, noben več ne ve, da je bila debata. Tam pa ostane. Leta in leta. Zakaj po tvoje ni sankcij ali pa so redko za res hude žalitve, ki jih nekdo izreče na internetu? Jaz mislim, da mora... Je več svobodo govora, to ni svoboda govora, to je kurac. Svoboda govora se konča tam, ko se začnejo pravice drugih, predvsem pravice do dostojanstva. Jaz mislim, da je v prvi vrsti bojo mogle te spletne platforme postati malo bolj odgovorne. Ker veš kaj je, to se tudi vidi veliko pod mojimi videi. Več ljudi komentira, več ljudi me žal, bolj gre ta video naokoli, ker kaj algoritem zazna, nekaj ful dobrega pri temu videu in več gneva prinese še več gneva. Tle bodo pa tudi spletne platforme mogle malo počasi začeti biti odgovorne za to, kdo se gor logira, a je to resnična oseba in tudi kaj napiše. Pa ne govorim zdaj o neki policijski državi, ki bo šla pregledovati vsak komentar, ampak to, da jaz prijavim nek komentar in to traja mesece in mesece in mesece, da Facebook to obdela. Ali pa sploh ne obdela. In pa mi govorimo na sodišču zadeve trajajo po več let. Ja, na Facebooku je pa še slabije, ne? Ampak da vskočim, no, da nekdo s polnim imenom in priimkom, da ni vzdevkov, da pove. Včasih preberem, kaj pa tudi če jaz tega politika ne maram, nima zaveze. Ne? Kako si pizda upaš, ne vem, crkni pizdun, ko vidim te bom ubil. Kako si pizda upaš to napisati brez ideje, da ga boš najebal, če boš to napisal. Ne? Pa zakaj ta politiki to prebere, ne toži tega kurca, ko je to napisal. Ne? A zakaj ga ne bom tožila? Tukaj jaz ne bom se 3 leta po sodiščih dajala denarja za enega odvetnika, da bo čez 3 leta ugotovil, da on me pa res žalil. Jaz vem, da me je on žalil. Mene je on tako prizadev, ni da je zdaj nam spala, on pa zase ve. Ampak da bi bila šola, ne? Razumeš, da se to, ker jaz sem za odprte zgodbe. Sam pizdo materno grem pa včasih res brat, pa tudi v tvojem primeru, tako sem rekel, ne? Folk se ne kaj me ne skrbi, da se folk več ne boji komentirati na tak način. Se pravi, itak mi nič ne bo, ga bom jebal v glavo, bom nesram, bom oster, bom žaljiv, ne? Itak mi ne bo nič, ne? Boli me kurac, ne?
pa še uživa, da to napiše, pa še pa lajke dobi, pizda, ne? Ja, in to bravo, stari, ful dobro si povedal, res je. Je pa zanč, paži, Žan Mahnič, ja? Je pa zanč tožil enega mojega prijatelja na Facebooku, mislim, da stane Uhan, neke prašiče, vem, umenijo, ja. In ga je prijavil in je prišla policija k temu domov in zdaj bo menda tožba za razžalitev, pizda, Žan Mahnič se je pa oglasil, ne bom rekel, zdaj prav, ne prav, ampak pizda po eni strani, veš, ja vemo mater, lej, torej se da, če bi hotel, če ne druga, da temu človeku na dom policija pozvoni, da se vsaj v serije malo pizda. A pa bi ti dal 700 evrov za en narok na sodišču za zastopanje odvetnika? Sam pravim, kak bi to po tvoje, da bi se to malo, ker lej, pa ne vidim sam politiki, ti lahko objaviš eno lepo fotkico, ne vem, kak si šla na morje. Prasica, crkni, upam, da utoneš. Jaz objavim svojega mačka, folk začne pritoževati, a sam brikete mu daješ. No, recimo, ne? Načim, prav to sem že zdavne ugotovila. Ampak kak bi ti to ustavila? Prvo kot prvo, veš, mora se še nekaj zavedati. Ja. Sam zakon ljudi ne bo naredil boljše. Ja. Nekaj v tej splošni kulturi. Sam represija vedno ljudi ustraši, to tako veš. Represija ljudi ustraši, jih pa ne spremeni, ker takoj, ko ti ta ventil odstraniš, gre ven. Ja, pa ne bi ga odstranil, bi ga pusto. Ko vas jebe, pizda? Za vsako grdo besedo kazen 4000 evrov, jebite se. To so običajno zgolj neke kratkoročne rešitve. Ja, se pravi, ni to. Prevzgojo bi naredila ljudi. Treba je začeti pri mladih. Se mi zdi, da moja generacija se že malo bolj tega zaveda. Kurat. Jaz mislim, da se. Še slabši. Poglej na TikTok, pizda, kaj je tam gor. Poglej, kaj tam pišejo. Jaz mislim, da folk je mečkem bolj občutljiv za to ratel. Ja. Misliš, da res? Sicer to eni tudi s pridom potem zlorabljajo. Malo bolj se zavedamo tega, kva to pomeni. Ja. Drugač pa, spletne platforme bojo mogle dosti več odgovornosti. Se pravi, na to pritiskaš ti, da bi... Ja, mi klej lahko zakonov pišemo še ne vem koliko, policije imamo to, kar imamo, z vsakim komentarjem na Facebooku se ne more ukvarjati. Ja, že se ne more. Sodnikov imamo tudi sam to, kaj jih imamo. Kaj bojo dobil vsak še pa je 500 primerov žalitev, taj pa meni rekel svinja. Ja. A veš, je pa spet tako, ko ima nek sodnik pred sabo en umor, ali pa eno žalitev z eno domačo živaljo, kvaj bolj pomemben, ne samo za sodnika, za nas kot družbo je, da se tega, kaj enega ubil, preganja. Se mi zanimivo, da Mahnič je pa šel v tožbo, ne? To mi je bilo zanimivo. Očitno si on to lahko prvoš. Ja. Tako časovno kot finančno. Pa ne vem, tudi moj gost, basta bila Roman Vodeb, zelo glasni psihiater, pa Katarina Keček in Urška Klakočer, to so bili vsi moji gosti. On ima tožbe dve, in od Kečkove in od Urške, za razžalitve. Ja. Se pravi, to gre skozi, to hočem povedati ljudem, da ne vedno zamahnati z roko, češ, itak se ne da. Ni res, pizda, očitno se da, samo mora se ti pa ljubiti. Moraš imeti malo denarja pripravljenega, lahko tudi izgubiš na koncu. Lahko tudi izgubiš in moš ti plačati še pravdne stroške nasprotne. Ampak se pa da, namreč po zakonu se da in prijaviti in to obstoja. To ni samo larifari. To sem želel, pizda, da se vsaj malo strašijo, ti kurci, ko bojo tu pod nama zdaj pisali ful grde komentarje, da se vsaj malo strašijo, da vas lahko vse tožba, pizda vam materna. Pa bomo Franci mato zanajela in vam bo jebo mater. Izločili najprej vse sodnike, dokler ne dobimo tistega, ki ga mi rabimo. Vsem po spisku, pizda, ker Čeferin nima časa, ker je v EFI, vprosti. Ne, se je odvetniška pisarna. A še vedno dela, se bi prav on prevzel primer, ne njegovi te podaniki. On osebno, to pa ne more. Ne, to pa ne more. Ok, Nika, zdaj pa me zanima ena taka tvoja, če malo presekamo to politiko, ena tvoja strast, da te rajcajo vitezi, pizda. Ja, da si obsedena v teh vitezov. Pa prej si omenila Zorota, zdaj če si gledala verzijo z Antonijom Banderasom, upam, da si jo. To je najboljši svež buckling film vseh časov, če me ne vprašaš. In pazi, in prizor, ko se on pogleda noter v vodnjak in reče Zoro, še nikoli nisi izgledal tako dobro. Oprosti. Nika, oprosti, to je vse, kar treba povedati. Ampak odkot pa ta tvoj srednji vek, obsedeno s tem, vse je to fajn, ne? Te spektakli pa to si verjetno čisto nora na to. Odkot imaš to? Si v tam izviraš originalo, kaj je reinkarnacija? Mogoče sem pa res reinkarnacija kakšnega viteza tam iz gradu Kamen. Recimo, ja. Pa tako, tudi že od majhnega, sploh ne vemo, kdaj
mene zanima zgodovina. Ja. In od tega najbolj sreden vek. In tudi, ko sem bila majhna, vsak dopust je bilo treba na ingratjati, na neko trdnavo. In valjda tam na trdnavi pa trgovina, mami, jaz bi pa meč. Aha, a meče zbiraš? Ja, imam veliko lesenih mečev, zdaj tudi kakšnega kovinskega, so pa tudi ful cool teli penasti meči. Penisi? Penasti meči, se pravi čujem, vzamem nazaj, penasti meči. Penasti meči na temuju, to je za kakšno zabavo imeti, kaj pa je folk malo podgasen, pa se pa sabljamo. Ful dober. Tako da, in tudi od nekdaj berem, pa tudi te zgodovinske knjige v srednjem veku. Zelo me zanima tudi to Sveto-rimsko cesarstvo, kako je bila Slovenija v to vključena. To so take res cool teme. Pa seveda sem razne te filme gledala. Kjer imaš kakšne priljubljene filme na to temo? Da jih zdaj strešiš z rokava? Da je sreden vek. Pa dobro, nisem sreden vek, recimo zgodovinski. Zgodovinski filmi, valjda, meni paše pod to. Potem je en film Časovna past, ki neki potujejo nazaj v čas. Paul Walker igra? Ja. Ta je zelo tak zanimiv film. Pa mi zelo všeč Poslednji samuraj. Tom Cruise? Ja, ta je dober. Pa seveda film Patriot. Od Mela Gibsona? Ja, krvav, zelo, ampak cela ta zgodba ful všeč. To se meni novejše bolj naštevaš. Kaj pa te stare klasike? Ben Hur, pizdarja. Ne, to pa niti. Ne, LC, pade trinske. Ne, to pa ne. Si gledala sploh to? Sem, pa mi niso, ni mi všeč ta cinematografija. Pa 10 zapovedi, pizda. 10 zapovedi sem gledala, ampak to mi tako pogledaš, pa nisem tako strastna v tem. Res? Film Gladiator mi je bil noro dober, pa je pa ta dvojka prišla razočaranje. Dvojka je kurac, Se pravi, te novejše bolj, pa mislim, da si bolj v teh stvarih tudi. Ne, ti, ko rekel, v bistvu filmi moje mladosti. Ja, mlada si, se ne moreš meni gledati. Drži. Čeprav lahko bi, ne? Pa mi cinematografija, pa tudi kako se zgodba zapele, mi ni tako všeč. Torej ti je Zorro všeč, to mi je všeč. To si ne, ampak glej, bi bila, mislim, da bi se, ne vem, tvoj ta, s katerim bi bila poročena, recimo, ne, da bi se v viteze obleko, bi te to. Ja, to je sam, če bila tudi jaz lahko vitez. Ja, bi to bil pogoj, mislim, da sploh si z njim, da bi bila v viteški opremi. Opremi, mislim, ni tako hudo, ne, bilo pa fajn, veš, vedeli o tem. Ja, mislim, prepovej, pa že sam, da se lahko pogovarjava o tem. Ni da rekel, parfuktena ženska so ji všeč sreden vek, pa vidite zvičava dio. Ja, pizdarja. Ti pa se te bojijo ljudje, mislim takle, ko imaš kako simpatijo, recimo, pa to se te bojijo. Ali imaš malo kaj simpatike, takle, ko te gledam, da te to sploh ne zanima, pizda. Da kar neki teh politikah, pa ono drugo, da to vse neki kar canslaš, pizda, ne? Pa veš kaj, imam vsake toliko časa koga, ampak... Kaj to pomeni? Enkrat na teden, pizda. 14 dni ali na leto? Na leta. Veš, to je tako, jaz imam zelo polno življenje z drugimi stvarmi. To me skrbi. Se veš, pa časa tudi za take stvari nekako zmanjka. Ampak ne smeš se tako obremenjevati s tem. Spet, a veš, greva na tisk, sem rekel, moraš biti sam s sabo zadovoljen. Ko pride tak čas v življenju, nekoga spoznaš, ko vidiš, da ne gre, je narazen in gremo naprej. Pa zdaj nisi zaljubljena trenutno? Trenutno ne. Ja, pa kak? Ni tak čas v mojem življenju očiten. Pa v koga se pa zaljubiš, če se, mislim, kdo je tak, da rečeš, fuck, tole pa za mene. Veš kako, mora biti kompatibilna, mora tudi razumeti, kva jaz počnem. Pa razume kdo to, kak sereš tisto politiko, pa to razume, boš z teh vod dobiti koga ven, kakega učenjaka. Zaenkrat še ni bilo takega. Da bi kaj te impresioniral? Ne, da bi bil iz teh vod. Ja, iz teh vod. Da bi bil iz teh vod. Ki ful pomembno, kaj je v glavi? Absolutno, veš. Pa izgled je pa kaj, ti ni pomembno. Ne, bolj me more navdušati njegova osebnost. Veš, pa fajn je tudi, bom tako rekla, jaz tudi rada gledam športne prenose, moram imeti kompatibilne. Valjda, moram imeti kompatibilne športe, a veš, ne moram biti jaz za Barcelono, on pa za Real Madrid, to ne gre. Ali pa Bog ne dej, da mu je všeč Manchester United. Se pravi, tukaj črto narediš. Glej pa črto. Fuzbalo. A veš, to je že, a veš, kaj pa tako, da meni všeč formula, on pa tega ne gleda. Kva pa delala cele vikende, pa on steno gledal. Mislim, ne vem, se pač malo prilagodila, ne? Ne morem iz tega zamuditi. No.
Purba si stroga pri teh stvarih, se me pa presenetilo malo, ne? Veš, mislim, pa ne vem, no. Če kaj zdaj, da bi Antonio Bandera zdaj tule prišel v najboljših letih, bi mu zatežila, za kjer klub navija, pa če gleda Formula 1. Ja, valjda, ja. Da je bil vzor ta oblečen. Ja. Vsem zatežila. Lej, on se je postaral. Ja, se je že. Ja. Dobro. Ja. A veš, izgled se poslovi, interesi žal ne, interesi ostanejo. Ne bom ti ogovarjal. Nika, dej mi še to povej, no, pizda. Mislim, da se premalo mladih ukvarja s politiko. Oziroma, te drugače vprašam, so mladi to, kar politika slovenska rabi? No? Ali bi rekla, mladi, puste to sranje, dajte raj kaj druga početi. Kje smo tu? Kak je tvoj pogled? Kot ti si mlada oseba v politiki. Verjetno si, kaj si, eno najmlajših takle zdaj na udaru, da si kar dost ljubljena. Mislim, da kar, ja. Jele? Mislim, da kar. No? Až, kako ti mi rekla, mladi... Čas je bil mesec, ne? Zdaj si pa ti. Mesec je zdaj že. Ja, zdaj že mesec star, je več kot 10 let starejši. Zdaj ima brke, ne? Prej jih ni imel, ampak dobro, pustimo. Ja. Veš, mladi smo tisti, kar Slovenija nujno rab. Ker mi rasli smo gor v nekem drugem svetu, če hočeš reči, v samostojni Sloveniji, imamo neke druge življenjske izkušnje. A veš, za nas je Evropska unija dejstvo. Mi se časa pred evrom skoraj ne spominjamo. Prinašamo pa neke nove razmisleke, nove prioritete, recimo stanovanja, a ne, pa tudi duševno zdravje vedno bolj, nove prijeme in tudi novo zagnanost. Jaz vidim, pa tudi statistika pravi temu, da moja generacija, se pravi nekak Gen Z, smo spet bolj politično aktivni in tudi več hodimo na volitve, kot pa generacija pred nami. Sploh ni hodila na volitve. Drži. Sicer je res, da pač nas mladih je številčno in procentualno manj, ampak ko greš pa ti gledat, koliko je nas v generaciji in koliko je pri nam volilna udeležba in to preračunaš, pa ugotoviš, da pač od naše generacije jih več hodi na volitve, kot pa ti milenijci. Mislim, da pri milenijcih jih je tudi malo oblikovala ta finančna kriza, ker so dobili občutek, da jih je država pustila na cedilu. Moja generacija pa zdaj vstopa na trg dela, kjer v bistvu je povpraševanje, je ponudbe dela v bistvu več, kot je povpraševanje. Sploh pri pravnikih se to vidi, pravnikov mladih se zdaj veliki še. Ne pravim, da za ful dobre plače, je pa začetna plača, rečeva, približen v redu, približen za preživeti. Je pa vprašanje, kakšna imaš možnost napredovanj, ampak služba je, medtem ko je 15 let nazaj, služb sploh bloni. Ampak hočeš reči, da so mladi v Sloveniji podcenjeni strani starejših, ko zgodi, mladih pa neče zanima, pa vsi so šli v kurac, pa sam pil bi, pa sam seksal bi, pa sam zajebal bi se. Mislim, da temu ni tako, da se starejši motijo, da mladi dejansko so začeli malo aktivistično gledati, ne več trala, hopsa, pa veselice, pa fehtari, pa pičke materne. Fehtari so pa cool, no. Da sem še kaj naredila, ne? Ampak da popustimo. Pa hočem reči, da so mladi kaj postali, ta malo punkovska generacija, spet malo uporniška, da je ni vseeno, da bo po mizi udaril. Ja, jaz mislim, da se je trend obrača, ali kaj? Meni je delovalo ne, da so mladi šli v kurac. Mislim, povej mi, prepriči me. Jaz mislim, da tudi odvisno, koga poznaš. Ja, nobenega ne poznam, ampak dobro. No, vidiš. Me gre vsi ljudje na kurac, ampak pustimo. A veš, od nekdaj to je že stoletja, tako bodo starejši jamrali. Ja, pa mladi to. Včasih je bilo, mladi poslušajo rock and roll. Zmer je neki, ki starejšim gre v nos. Je pa res, da med Elvisom pa fehterji je pa vseeno razlika, ne, oprosti. Če želiš v to debato povej. Da so fehterji bolj. Ja, ne, pizda, ne. Fehterji so najbolj. So, ja. Ok, no da, gledaj. Če ga misliš takle srat. Jaz pa brada harmonko, če sem po spodeželju, ja. Jebemo mater. Ok, no ne, mislim, imaš so pravico. In jaz mislim, da mogoče to v glavah starejših še nekak ta stereotip ustraja, kakšni so mladi, ampak mladi v resnici ne ustrezajo ali pa ne ustrezajo več temu stereotipu, ampak bo trajal še leta, morda desetletje, da se bo to še bolj jasno videlo. Sam me veseli, da je tako, no? Me veseli, mislim, če ti verjamem na besedo, me zelo veseli, ker na mladih svet stoji, to je stari pregovor. Drži. Da kdo bo poskrbel za našo državo, če ne mladi pizdarja, ne? Pa jim bojo dali starejši plac. Jaz bom rekla za tem, ker imam največ uvida v svobod, definitivno ja. Ker se tudi vidi, kdo je na višjih funkcijah,
koliko se nam pusti zraven, koliko se nam da prostih rok, kakšne akcije izvajamo, kot je ta kriminalc, ne bo politik. S tem se je pripoznali našo vrednost, naše talente, se nam je omogočali, da se še brusimo naprej, da takrat, ko bomo pa mi v prvih vojnih linijah, bomo pa lahko zelo dobro tole oddelali. Kar bo zelo kmalu, kot vidim. Ne? Ja, menda oni ne bojo zdaj 300 let živeli, ta stari, bojo pomrli. Življenjska doba se pa tudi daljša, ne? Pahor je šel v to, kar ste nekoč bili mladi, je zdaj on, mladi pa zdaj postajate to, kar je bil nekoč on. Seveda se bo zglihalo. Ne? Jaz mislim, da Pahor si od nekdaj želel to početi, pa nikoli ni mu ni smel. No? Dejansko res. Kak je pa tvoj pogled na družabna omrežja? Ne? Mislim, lahko politik uspe danes brez, da obvlada družabna omrežja, brez, da je tam gor prisoten, brez, da tam gor dela, pač kar dela. Veš, v politiki je zelo važno, da te ljudje prepoznajo, da vejo, kaj delaš. In danes, tudi spet značilno za mlade, kje pa smo mladi največ? Je na telefonu. Je pa je to v redu. Pa jaz ti bom tako rekla. Antropolog je prepovedal telefone v osnovni šoli. Se je za to zavzemo in kot kaže, se bo to naredilo. Ne? Jaz bom tako rekla, da je zelo odvisno, zakaj telefon uporabljaš. Kaj na tem gledaš? A ti gledaš brain rot videe, jaz pa zelo veliko gledam nekih dokumentarcev. Zdaj bom domov prišla, me čaka dokumentarc o ustanovitvi Avstro-Ogrske. Mislim. Tudi v mojih časih sem bila majhna, je bila pa televizija. Ja, se ne sme gledati televizije. Seveda, ker niso gledali risanke. Jaz sem pa gledala Viasat History ali pa National Geographic po 6-7 ur na dan, tudi za vikende. In to mi je odprl neka ta obzorja. Sama tako odločila, ali so ti tvoji starši sugerirali, kaj je pa vredno? Sama. Šaltaš me tako, ali pa tako, to je pa cool, spet, to so pa vitezi, dajmo gledati. Sam pri Fekterjih si pa zašla, ne? Fekterji imajo super musko. Veš, in pa sem nekaj gledala na televiziji, pa je tako, ful zanimiv. Jaz si bom po knjižnici zdaj še sposodila knjigo na to temo. In jaz tudi verjamem, da je pri telefonu tako. Ja. Ampak zdaj klej izhajam iz sebe, verjetno pa jaz nisem glih značilna za celotno populacijo pri temu. Pa ti imaš Instagram, imaš Facebook? Imam Instagram, imam Facebook, imam TikTok zdaj en mesec šele. In kaj se dogaja tam gor ti? Na TikToku. V bistvu je tudi malo daljša zgodba, zatem bili smo s parimi kolegi na piru in ker niso tako v politiki, so bolj zunanji gledalci, jaz sprašam tako, kaj si mislijo o nas. In rečejo, Svoboda je pa taka stranka mestnih srajc. Pa jaz razmišljam tako sama pri sebi, pa kako to? Pa se pri nas sploh ni toliko teh Ljubljančanov. A veš, tudi pri nam ta najožja ekipa, podmladka, 10 nas je, samo eden živi znotraj ljubljanske obvoznice. Vsi ostali smo pa z Nove Gorice, z Tržiča, z Murske Sobote, z vse povsod, ne? In jaz razmišljam. In pa se pri nam se sploh ni treba pretvarjati, ali pa meni. Jaz sem Tržiča, to se ve. Sam večina ljudi me vidi takole v oblek, pa si misli, še en kravatar tamle Šiške ali pa z Bežigrada. Okej, pa dej bi pa jaz naredila kakšen video malo pokazala, kako pa imam jaz doma. Jaz nimam asfalta do bajte, pač je zaseben dovoz, makedam in če je sneg, pač 300 metrov makedama pač namo kidali, ko je ta prvi dan, pa grem pač peš tiste par minuče do vrha. Ali pa ne vem, jaz imam pečna drva, se pravi vsak dan, zjutraj treba to peč spucati, pa naložiti na novo trgo. Ja, valjda. Zjutraj vstanem, tacajt se voda zavre za kofe, jaz pa spucam to. In to si na TikToku, kaj mladim pokazala? Mislim, vsem na TikToku, ki me spremljajo. Kaj so rekli? Poleg vseh žalitev, je bilo ene par. Največ je bilo žalitev, pa pametovanja, kaj jaz mačku dajem za jest, da mu dajem samo brikete, pa sem pa pač povedala, da moj maček večino časa preživi v naravi, in da je ptiče, miši in podobno. In potem ta ista oseba se vrnila, da mi povedala, da to pa res ni v redu, da je, ker to so pa razni zajedavci v miših in ptičih in to. Sicer sva se z mačkom pogovorila o tem, sam mislim, da ni glih razumel. No? Pa kaj pa problem, če bi sam brikete jedel? Ja, menda, da to ni dobro za njegove ledvice. Koliko je pa star? Maček naš 4 leta bo.
Pa zaenkrat mu gre v redu. Ja, zaenkrat jaz mislim, velik je tako svetlo dlako, kar pomeni, da je dobro hranjen, pa zdi se mi, da se prav zabava. Tako da praviš, no, da družabna omrežja so nekaj, kar moraš imeti, če se hočeš iti v politiko. Ker ti boš mlade nagovarjala, predvidevam, ne? Ja, mislim, ne bom se sfokusirala samo na mlade, ampak pri mano pa predvsem na mlade, ker oni, da bojo meni namenili svoj glas, se morajo z mano predvsem poistovetiti. In jaz odpiram take teme, morda sem ga še tudi vzor, ki se najbolj dotakne mladih. No pa kaj, če te zmotim, kaj pa je top 5 tem, ki vidiš, da mlade res zanimajo oziroma da imajo največ problemov? Mislim, top 5 tem je stanovanje, pa stanovanja. To je največji šit pri nas. Ja, ker tudi marsikateri problem, ki izhaja iz tega, ne vem, nizka rodnost, ali pa vse, da se ženske vse starejše odločajo za materinstvo, je tudi pomanjkanje stanovanj. Se poznaš v slovenski pregovor, najprej štalca, pol pa kravca. Tlej pa problem, da v Jugoslaviji, kot dobro veš, se je veliko gradil, potem po osamosvojitvi se je pa to za eno obdobje zaprlo. Spet finančna kriza, takrat se 10 let skoraj ni gradil in zdaj karkoli se zgradi, je to luksuzna nepremičnina. To je meni res fascinanten. Pa ja, vse nepremičnine so najdražje v Ljubljani, ampak zdaj že po cel Sloveniji. V Kranj prodajajo stanovanje za 400 jurjev. Kdo si lahko prvo 400 jurjev? Pa se pomeni tako velika rečejo, ja, sej, ko sem pa jaz bajto gradil leta, ne vem, 83, tudi ni bilo poceni. Ja, ni bilo poceni, si sploh kaj prvošel. A veš, ne vem, takrat je stanovanje lahko stal 7-letnih plač, zdaj pa 25-letnih plač. To je prav ker si folk nikoli tega ne more prvošati. A veš, in ni tiste stabilnosti v življenju. Greš pa najemnino, ki je pa tudi draga kot preseca. To je pa meni toliko fascinantno v Sloveniji, da je obrok kredita pa najemnina tam. In ko to povežeš s to slovensko fetišizacijo lastne nepremičnine, valjda gre folk v kredit. Isto plačuješ, pa na koncu nekaj imaš. Ja, mislim, kdo bo pa to rešil? Kako bi to stanovanjsko problematiko za mlade, če zdaj pač prav mlade omenima, kako bi to ti rešila, pizda? Veš, to je tako kompleksna tema, ko mi se je upam dotakati, ampak moram, ker zaradi sebe in predvsem za vseh mojih sovrstnikov, ker to je res number one issue. Situacija je toliko zafurana, da ni samo en ukrep, bo treba sklop ukrepov. Nekaj je sprememba zemljiške politike, mi moramo sprostiti malo več zemljišč za gradnjo. Pa moramo pohitriti postopke, recimo izdaje gradbenega dovoljenja. Da se gradbeno dovoljenje izdaja 2 let, hitreje ga pa dobiš sam, če kakšnega uradnika na upravni enoti podmažeš, to je pač nedopusten. Tlej že malo delamo to z digitalizacijo, s tem, da pucamo zaostanke, ampak to je spet nekaj, to bo več let trajalo, da bo res imel neke učinke, ki jih bo folk občutil in še leta, kad bo folk videl, da se rešuje. Jaz tam lahko kažem statistike, tako kot sem prej rekla, folk ne razmišlja tako racionalno, ampak na iracionalni ravni, kva začuti pri sebi, kako neki zazna. Plače so nizke, cene so velike. Kako si boš ti poleg tega privoščil še kredit, privoščil še najemnine, privoščil še pizde materne, to ima folk problem, da pol dejansko dela in živi samo še za račune. Drži. Kaj bi to, ne? To je tudi fuk, ne? Drži. Ne, to je nevzdržno. To niso samo mladi, to ima probleme vsi. Vsi, najbolj pa mladi. Pač treba je toliko stanovanj dati na trg, da bo tudi cena padla. Kdaj bo to se zgodilo? Treba. Kdo bo naredil red? Kdo bo naredil red? Ja. Nova vlada. Ali pa ta. V drugem mandatu. Nekaj se je začelo graditi, ampak smo ugotovili, da 4 leta je preprost, čist premalo cajta. Da ti najdeš zemljišče, da ti dobiš dovoljenja, da ti začneš graditi. To traja. In tudi to je podobno kot zdravstvo. Veš? To ni, bo zdaj tam neka podakar novi obraz prišla s čarobno palčko, evo, v 3 dneh vse rešen. Ne, to traja leta. Ampak zato pa mora biti tudi sklop ukrepov. Folk mora lažje priti do tega, da bo sploh gradil. Recimo, da bi stanovanjski skladi gradili stanovanja, ki se jih proda. Pa ne za neke hude marže. Neki so tudi gradnje najemniških stanovanj. Mogoče je tudi to, da ko imaš ta javna stanovanja,
da neke mlade družine ali pa mladi pari, ki si želijo ustvariti družino, pride do tega malo prej. Morda, da damo večji ponder temu kriteriju. To je nekaj idej. Ti, kaj pa, če te še tu malo izzovem, glede SP-ev in stroškov, ki so, da ti to odpreš, da ti to imaš, pizda, ne? Kdo kurac to ureja, ne? Da imaš ti, ne vem, 700 evrov stroškov, da ti lahko SP furaš. Zdaj si pa ti predstavljaj, koliko moraš ti zaslužiti, da ti furaš ta strošek, ne? In to se vsako leto nabija. Drži. Niža se dovolitev zaslužka, viša se pizda strošek. Ne? Zdaj se je pa dovolitev zaslužka dviga. No, ampak daj mi razložno, zakaj pizda nimajo spet 200 evrov stroškov, pizda. Ni v interesu, da ima čale več SP-ov. Ja, ne, SP vsi bote SP, a kurba stroškov bom dal pa 700 evrov. Ja, čakaj. A veš zakaj? Spet je ena taka slovenska, ker 99% ljudi dela po predpisih, imaš pa 1%, ki jih pa krš. Ja. Ki jih nekdo hudo krš, kaj pa je takrat? Ljudje so jezni, ljudje, kako je nepošten. In pravo mora pa tudi preprečiti take ekscese. A ne? In zato imamo mi te dajatve, ki jih je treba dati. Dajatve, ki jih ti nadaš, kratko malo. Škam daš ti te dajatve? V državen proračun. Zakaj? Se gradi ceste, tunele, za javno zdravstvo. Jaz dajat za tunele pa za ceste. A jih uporabljaš? Kurac, v koloni stojim, dan za dnem, ker se skozi rihta. Ja, pa se rihta, ne pa da se rihta. Ampak skozi se rihta. Veš, kak se pa rihta? 1 milimeter na mesec. Na Kitajskem naredijo celo mesto v 14 dneh. To glede učinkovitosti rekle. Pizdo materno. Ne, si pa pri tem zdaj spet tipični Slovenci. Jaz se spomnim, si Tržaška cesta v Ljubljani rihtala. Najprej smo se 5 let vsi pizdakali, to je luknja per luknji, katastrofa, vpadnica v Ljubljano, kašanje. Ja, pa je bilo pa treba, ne, trpeti ne pol leta, da so ti spreplastili. To so ljudje jamrali. Ampak je bilo treba potrpeti. Zdaj pa super. Ampak jaz kot laik, ne, jaz nisem gradbenik, ampak meni nikoli ni bilo jasno, ne, cesta, ne vem, 2 kilometra. Pa daj pizda 500 delavcev v 5 smen, 14 ur na dan, vsak dan, pa bo v 3 tednih gotovo. Zakaj vedno lagano iz sportski črnogorski stil? Vse se nam ne mudi. No pač imeli zastoje 2 leti. Se kaj pa je to kaj takega? Kurac, 3 ure na dan vzameš folko. To je velik. A se spomniš, ko so severno obvoznico rofkali, ko so tam pri BTC-ju še en izvoz delali? Jaz nisem zlobljal, ne? Pa se prideš Štajerske, mislim, verjetno pa kdaj greš v najlepše mesto na svetu. Kaj, delali so 5 let? 9 mesecev sem zdi. Ja. A veš, zakaj so jo delali 9 mesecev? Ja. Ker okoliški prebivalci niso dali soglasja, da bi lahko delali tudi po noč. Mi smo drug največji sovražnik. Pa pejte okoliški prebivalci v pizdo materno, ne? To tudi ne razumem, ne? Bi to čim prej, ne? Ja, jaz si tudi bi upala, da se to čim prej. Zakaj pa na Kitajskem to reši 1, 2, 3? Ker na Kitajskem imajo pa drugačen družbeni sistem, veš, tam partija reče in tako je in tako bo. Pizdo materno. Ti, to mi še povej, rabi Slovenija diktatorja, trdo roko, da je red? Ne. Demokracijo rabimo, kaj? Ja. Če pa vse v kurac. Tako imamo slabo demokracijo. Ne, ljudje, v Slovenci si zaslužimo predvsem boljše politike, boljše ljudi, ki vodijo to državo v demokratičnem sistemu. Bližamo se totalitarizmu vsakič pod Janševo vlado. On zelo jasno kopira Trumpov stil. Trump je zdaj ugrabil predsednika Venezuele, zdaj očitno Grenlandijo napadel. A si ti to želiš v Sloveniji? No, ja. A si želiš zid na meji s Hrvaško? Ja, mislim, ne. Ja. No, Trump je posebna zgodba. Ampak samo ogromno podpornikov pri nas. Drži. To je tudi meni šokantno. In usporednice so zelo zanimive in v političnih prijemih in v politični narativi. Tako da to, kar si Slovenija že, s trdo roko, pa imamo trdo roko, imamo pa solzivc, voden top, pa robokope. Ja. Nas je bilo pa polhan, so bili grozen konc sveta.
Ja, konec sveta je, pa ko občutiš to na lastnem kožu. Ampak je Janša res tako slaba izbira za Slovenijo? Recimo naslednja 4 leta, da zmaga Janša znova namesto Goloba, ne? Je to, kaj bi bilo fertik Slovenijo, gremo v kurac, kaj meniš? A si ti, ne vem, želiš, ko se tebi nekaj ukrade, da greš na policijo, pa se to zrihta. A si ti želiš, da imamo pač mi politično policijo, ki pač dela po nareku? A si ti želiš, ne vem, da nevladne organizacije, recimo gasilci, dobijo kaj državnega financiranja, ali da kad bajta gori, pač gasilci ne pridejo, ker se jih pač ne financira. Janša vsakič, ko pride na oblast, on želi razmontirati državne sisteme, policijo, sodstvo, javno RTV, nevladnike, upravljanje z vodami, you name it, karkoli. In kaj pa še najbolj strahotno pri temu? Vsako vlado je hujši, bolj ekstremen. Jaz si tega ne želim. Jaz si želim drugačne Slovenije in jaz v to smer z vsemi napori delam. Zakaj pa misliš, da zadnje čase tudi levica, ne? Jaz načeloma sem tudi bil vedno liberalnih pogledov, ne? Od gejev do tega LGBT, splava in tako naprej, ne? Tu sem se vedno nekako zavzemal. Teh ključnih družbenih vprašanj. Ampak zadnje čase pizda pa gledam, je to spet tisti 3%, 5% ljudi, ko sem jih prej omenil, ampak pizda, da tudi levica zgubila priljubljenost, ne? Da ne vem, so ljudje zamerili levici tudi neke stvari, ki jih včasih niso. Pa smo rekli, če si levičar, si odprt, si cool, desničar si nazadnjaški, si srednji vek, ki imaš ti pa deve rad. Ampak pustimo. No, ampak veš, ne? Zdaj pa zadnje čase se jim pa zdi, da so ljudje niso več sigurni v levico, ne? Da jim gre pa na kurac neke stvari, ki pa se jih včasih od levice hvalili. Ne? Imam prav ali se motim, ali kje smo mi pa tu zdaj? Recimo, ne bom rekel, jaz sem levičar, me bojo prebili na križ. Kako tudi je. Tudi družbene razmere se skozi bolj zaostrujejo. Pa imamo migrantsko krizo, pa smo imeli COVID krizo, pa imamo zdaj vojno na evropskih tleh, a ne? In to ful vpliva na ljudi. In kaj je značilno za desničarje, da znajo ponuditi zelo preproste odgovore na zapletena vprašanja. A ne? Vse migrante na terat dam. Komu to izvedeli? Pustno, ampak vsi migranti ne grejo. Levica je pa bolj niansirana, bolj človeška, a veš, pa reče, sej so dobri ljudje, pa naj ustanejo, seveda, potem pa eden izmed njih naredi eno traparijo in se to lima na celotno njihovo populacijo. A je selej tudi vojno v Ukrajini, mi kaj jutri končamo. V redu, kar je Putin usvojil, zdaj Rusija, hvala lepa, piši kuči propalo. Ne? In jaz mislim, da bi to desnica tudi rada naredila zlizana tam, kar je. A veš, na levi si pa bolj spet ta niansiran pristop. Ja, morata stranki doseči sporazum in to ljudem, ki si želijo, ki občutijo nek strah. In gre na živce. Oni v tem strahu rabijo preprosto odgovor. Kaj pa ta LGBT zgodba, ne? Če te še to malo vprašam, ne? To je tudi toliko enega sovraštva, pizda v ljudeh, ne? Ja, ker imamo spet to, ko nekateri ljudje niso poregali si jih tako, kot so si eni zamislili. Ampak ne, hočem reči, ko to malo berem, malo to razumeš, ne? Da tu en tak, prvič je ta klasični srd, to so pač ti bedaki, ne? Ki bi zažgali vse lezbike pa geje na grmadi še vedno, ampak drugi pol so pa te, ko dobivajo občutek, da jih ta LGBT njih nekaj posiljuje, njih nekaj prepričuje, njih nekaj, razumeš, ne, to, ne, pa to, pa ono drugo, pa se vprašam, pizda, kaj je to fora, ne, ali je tudi LGBT naredila tu kako napako, agresivno morda, ali so ti ljudje nazadnjaški, kak je tvoj pogled na to, no, zakaj se mi zdi tega ogromno, ko sem že mislil, da pizda več ne bo potrebno to pojasnjevati. Se ti zdi, da delamo kakšen korak nazaj, a ne? Se mi zdi, pizda, da je to toliko enega srda do te drugačnosti, ne, pa teti spoli, ko jih je pizda, ker nenadoma 200, ne, pa ne vem, da se lahko otrok, ko se rodi, odloči, kaj bo, viš, pa tudi jaz to črto malo, ne, potegnem. To je spet malo pretiravanje, ampak to ljudje zagrabijo, ne. Iz enega, dveh primerov razširi. Veš, ta strah je ful večji, kot je to v realnosti. In pa pri vsaki tej diskusiji, a veš, je zelo odvisen tudi kakšen je kontekst. In ja, eni imajo pa občutek, da se tako ven mečejo in pa jih to tako, ne vem, na osebni ravni prizadene, mogoče tudi malo ustraš in pa spet ta
burna reakcija do tega. Je pa tle še en element, pa jaz v tem šele mogoče zadnje pol leta razmišljam. A ne? Jaz vidim pri mladih moških, tudi mojih sovrstnikih, a veš, ta mačo nek stil, tako, ampak vedno vidim, da to izhaja iz nekega nezadovoljstva sam sabo. A veš, pa se pa iščejo po tem v internetu, pa najdejo razne te kretine, kot je Andrew Tate in company, in kada oni jim bojo pa v svojem 12-minutnem videu ponudili rešitev za njihovo življenje. Ne, rešitev je v samu sebi, da zadovoljen s tem, kar si, s tem, kar delaš, če pa ni zadovoljen, pa da izboljšaš. Da si nezadovoljen, več ali manj niso krivi ljudje okoli tebe, ampak ti. Pa če hočeš biti sprememba nečesa, moraš začeti pri sebi. Jaz v to trdno verjamem in to v bistvu preveva vse, kar jaz počnem. Od prava do politike, do svega. Torej, Man in the Mirror od Michaela Jacksona, če gledamo, poglej tega noter, make a change. Ampak glej, zdaj pravim, vse lepo in prav, drugačnost, vredo, recimo pa tebe, če gledam, okej, pa jo vidiš, pa smišiš pizda, pa kva, ampak dej reč, če se že oglasiš, reč pizda, ko si pa tak fantovska, okej, vse si res, a veš, Drži, ja. Ampak pizda, zakaj greš v ta ekstrem, pizda, crkni, pošast, kdo si ti, ko te jebe, in gej, lezbike, karkoli, ko vidim, da je to kurba, to je tak, jaz pravim pizda, kdo si ti, kurba, da imaš to pravico poseganja, pizda v neko privatno človeka, kakšen on je, če ti on s tem ne škodi. Če ti nič noče. To tudi mene izmerno fascinira. Zakaj, kurba, tako radi udrihamo po tem. Pa recimo, ne vem, tam kak video eno objavi enega tipa, ki v nekem perju skače okrog, kam smo pa zdaj prišli, kak pa čaki, se sploh ne veš, kaj če je pa to neka fora, kaj če je glumac. Se delajo kar, da je to konc sveta. Ne, konc sveta je, da je 3-soben stanovanje v Kranju, 400 jurjev. In namesto da se pistimo, ukvarjamo se pa niko poda, ker ima pa kravat, grozen, 50 jih imam doma. Ampak hočem reči, tisti tip, se ne veš, kaj če je pa namerno šel na ulico, da jebe folk, pa da odzive lovi, se ti ne veš, kaj je od zadnji tega videa, pa kaj smo zdaj, nismo zdaj vsi moški oblečeni v tisto perje. On pač je, pusti ga namer, smej se mu pizdo mater, kaj je problem? Če pa ni všeč, pa sploh pri teh videih, mi pa kakšen piše, bruha se mi, ko te gledam. Gospod, skrolite naprej, če vas pa tako mot, pa ugasnite, pa odložite telefon, bo za vas ful boljši. Ampak nikaj jaz res se pravim, pa ne zdaj, da ti lezem v rit, ko si moja gostja, bi tudi rekel, ko te jebe, ampak če te povabim, razumeš vse, neko spoštovanje do tebe ima, ampak meni gre to, res mi gre na kurac, pa to tebe moti, to je tvoj problem, ampak mene moti pizda, kako grdo, to sem se prav s svojo Moniko doma pogovarjal, s neko do prije, to pa poznam, je pa faca, pa si ti broko o njej pišejo, s neko, kurva, bom prašal tudi to, pizda, ampak hočem reči, res še enkrat te prašam, kurva, kaj je z ljudmi, da vidijo neko tako punco kosti, pa tudi na vse zadnje, lahko si zaradi mene fant, lahko se greš operirati, boli mene kurac, kaj ti delaš. Boli mene kurac, ti si lahko vsem totalno faca. Res se ukvarjaj s tem, kar jaz govorim. Razumeš, pa koliko kurba, zakaj? Zakaj pizda pišeš tako grdo? Kaj mora biti v tebi noter? Da se ti to, ali se ustrašiš, ali to bi prav rad, da mi en strokovnjak, kurba. To už mogo kakšnega psihologa povabiti, ne sam pravnika, tako kaj jaz. Se ne bo vedel, ne? Poleg tega je pa ta Nika pizda zelo inteligentna oseba, ki kurba nekaj pove, Dej, poslušaj, kurba, kaj ti ona razlaga. Pusti ti, kak je ona oblečena, bolite kurat, pa sam audio posluši, a veš, pa hočem reči, res me zanima, kaj je s temi ljudmi, da jih tako ziritira ena taka oseba, kot si. Čist jim povzroči možgano zlom. To me res zanima. To je pa res zdaj kakšno vprašanje že bolj za kakšnega antropologa ali pa psihologa. Jaz del kot to... Kaj je to strah? Je to strah o ljudeh? Mislim, si se poglobila kdaj, Lej, del kukar tega, da jim je dolg cajt. Ja, ampak če ti dolg cajt, vse ne boš tak idiot, pizda. Ali pa jih to tako na eni intimni ravni prizadane bi jaz. Kaj pa če jih rajcaš, pa si ne upaj priznati. Kaj še ga siguran, kaj še ki povratnik v komentarjih, kaj tako, gospod, lahko vi prijete pomagati, kida. Pizdu, mater. Až pa tudi jaz vidim v teh interakcijah z ljudmi. Imaš par ljudi, ki tako naredi
honest mistake je s tem upravljal. Ja. A veš, nekam pridem, pa reče, gospod podakar, Ja, gospodišta, ja, v redu. A veš, honest mistake, jaz vidim, na hitro me pogledaš, misliš, da sem gospod, gremo naprej. A veš, ali pa zjutraj 10:06 na Petrolu, gospod, ker sem nastopil, ja, v redu, 6 kartico, da je pejmo hitro, a ne. Se pa kdaj zgodi, ampak to pa res poredko, ko bi pa kakšen ustav, a ne, pa se začne tam name svoje frustracije spuščati, tako, gospod ali pa gospa, meni je res žal za vas, morate je čez to. Ja. Pa grem pač naprej. Nika, kdaj si nazadnje se jokala in zakaj? Kdaj sem se nazadnje jokala? Pa če si jokica ali nisi? Veš, kako da se jaz začnem jokati, mora biti kar hudo. Ja. Sem da nazadnje tako, da sem se jokala fest, je bilo, po moje, ker sem se učila ekonomijo v prvem letniku pravnega študija. Takrat si se jokala. Takrat sem se jokala. Jokala sem se tako, da ima celo list v knjigi luknjo. Ker sem jaz tisto gledala, pa ugotavljala, da imam samo 15 dni do izpita. Jaz pa sploh ne razumem, kva na strani piše. Ker se veš, mi pravniki smo bolj družboslovno-humanistično obarvan in v prvem letniku v resnici, to malo ljudi ve, razen tisti, ki so rešili na praven faks, ni najtežji predmet rimsko pravo. Rimsko pravo je v bistvu to, kar si za tisti prišel. Ja, se ima tavžen strani, pa težko je, natančen, treba povezati stvari. Ne, ampak ti se več ali manj zavestno odločil za to. Ekonomija, številke, grafi, nekaj bilo treba računati, nekaj bilo treba ene koncepte razumeti. To je zjeba. Katastrofa. Tam, ki sem se pa tisto učila, sem pa res tako, kva je bilo, meni tega treba. Kaj pa glasba, filmi, te spravijo čustva? Niti ne. Ne? Ne. Pa kako ne? Veš, kako tudi jaz več ali manj tako, veselo muziko poslušam. Če bi Zorro umrl na koncu filma, ne bi se jokala? Ne, bilo tako. Ali pa Patriot, ko je Mel Gibson umrl, pizda. Ne, pa to je... Mislim, Braveheart je umrl, Patriot moj sin umrl, Gabriel, sin, si jokala, pizda. Ne. Pa kako kurbarija, no? Pa Gladiator, ko je umrl, naš kurba, naš. Pa jaz to dojamem kot del zgodbe, ali? Ja. Meni ni prizadel na taki osebni ravni. Se vidiš, če me uni komentarji ni prizadenejo, me tudi ena filmska smrt ne bo. To je zato, ko so ti fehterji všeč, ne? Ker so zababljači, ne? Ja, meni je všeč taka nimajo baljat. Meni je všeč taka vesela muska. Vesela muska, ja, bravo, ja. Nika, če ob koncu zamenjamo vloge, oziroma vlogi, če smo slovenčno natančna, ne? Drži. Pa ti mene vprašaš 3 vprašanja, ki bi me jih rada vprašala, karkoli ti pade na pamet, imaš zdaj to možnost. Če nimaš prav, če imaš, ampak verjamem, da imaš, ker si izvita zelo, zdaj imaš to šanso. Imaš pa samo 3. Imam pa samo 3. Razen, če je bila res izjemno dobra, bi ti dobil 4. A povem, še pred tem povem, gorenjski vic. No, daj. Mislim, slovenski vic. Ja, kaj zdaj, slovenski ali gorenski? Slovenski vic je. Veš, je Slovenc ujel zlato ribico, prav zlata ribica, če me spustiš, ti izpolnim 2 želji, ampak veš, bo tvoj sosed dobil 2krat več kot ti. Pa Slovenc razmišlja pa prav, krava ne mi crkne, pa bajta ne mi pogovori. Pa smo tam. Pa smo spet tam pri slovenski fovši, pa kako neki ni v redu, če je boljš kot ti ali pa drugač kot ti. Pa smo spet tam. Ja, prvo vprašanje. Ja, evo, že padla not, izvoli. Ja. A si kdaj razmišljal, da bi nosil kravato? To jaz večkrat nosim kravate. Še nisem videla, da bi nosil kravato. Ki si me pa gledala? Dokle na teh podcastih? Ja, pa podcastih ne. Nosim jaz kravate, ko sem imel razne vdaje, razne nastope, sem imel večkrat kravate. Si bil bolj takole formalno? Ne veš kaj, te formalne zgodbe mi niso toliko všeč, jaz sem bolj odštekan, veš. Jaz imam doma se mi zdel, glede celo plejado teh odštekanih for, ampak na koncu pa ugotovim, da pa črno-bela kombinacija je pa najbolj stropena. Ne? S to nikoli ne zgrešiš. Najbolj klasično. Nikoli ne zgrešiš, ne? Ampak te hlače, na rob, zlikane, tako imenovane, sem jih prvih 3-4 sezone moje zelo glasne, erotične vdaje, Gartnerjev bordel, nosil skozi, pa sem šle pa na kurac. Ker si jih preveč nosil. Ja, in sem začel nositi džins nazaj, z neko jebite se s temi klasičnimi zgodbami, imam pa cel kup oblek, ki imajo pripadajoče hlače, celo eno zlato obleko imam z zlatimi hlačami, lepo prosim, in zlatimi čevlji, če želiš, ne. Ja, ne. Da te nav kdo ukradel. Ne, ker smo zanj s Tilom Čehom smo snemali spot, Metka je naslov komada.
In je rekel, da moram igrati enega zlatarja v zlati obleki, kje jo mi to dobili. Snikotil, pa skon si ti pogovarjaš, doma v Mali. V najboljši šoping dam v Mali. In evo sem prinesel in to, tako da ja, kravate, jih imam tudi cel kup doma, ampak veš, kaj se mi je zgodilo? Ko se jih naučim zavezati vedno znova, preko YouTubovskega videa, in ko jih nekaj časa ne zavežem, ker si jih dam tako dol, da so zavezane, jih pozabim zavezati. In jih spet ne znam jih zavezati. Ti pa predvidevam, da jih znaš zavezati. Ja, valjda, ja. Zakaj jih jaz ne znam zavezati? Kak se zaveže kravata? Jaz pa ne tako zelo preprost vozil. Valdorski? Ne, to je, sploh neko se reče v slovenščini, angliščini se reče four in hand. To je najbolj preprost vozil. Zakaj jaz to spet ne znam? Vadati moraš, tako kot čevlje zavezati. Če sem se naučil, pa pozabim in dam ta daljši del, pa okrog, pa prst, pa od znotri, pa pizda spet ne znam. Mogoče se moraš kakšnega lažjega vozila. Pa karkoli sem tam po Googlu, sem se zgubil. Hodil sem si dati kravato na zadnje gor, mislim, da je 4-5 tednov nazaj, vijolično, pazi. In je nisem znal zavezati in sem pol uporabil ene par tistih, ki so že bile narejene, da sem jih si dobil. Da si nekaj že zavezan, ki je treba sam še zapeti. Spet sem pozabil še eno kravato, ko je Betty Boop. Znaš Betty Boop? To je risana. Vem. Imam na kravato, ko je ona gor. Tako. Ampak žal priznam, da spet ne znam. Nosim pa kravato. Jaz pa kravato zmer, razvežem, pa jo dam take predalčke, ki imam 50 kravat in imam tako različnih. Najrajši imam te živalskimi vzorčki. So levčki, to sem jaz po horoskopu. Levček. Ja, imamo pa še tako goske, račke, pingvine, kenguruje. Pingvini so moje najljubše živali. A res? Ja. Moš tako kupiti kravato. Drugo vprašanje? Drugo vprašanje je pa, kaj je kakšen dopust ali pa izlet, ki je na tvojemu bucket listu, se pravi, ajmarskem seznamu. Da bi nujno rad. Ja. Ne boš verjela, ne? Hollywood. Fucking Hollywood, ne. Obstaja pa nevarnost, da se ne vrnem več nazaj domov. Ne? A da te ga tam ponucali? Da bom jaz tam ostal. Ja. To je moje mesto, veš, Los Angeles. Čeprav eni pravijo, da to ni več to, ne, ampak Los Angeles je v osnovi moje mesto, moj dušni pastir. Veš, mesto, s katerim se na taki intimni ravni tako, ne, ker ko sem bil 2 leti, je zdaj že 3 leta, kako je zdaj že od tega na filmskem festivalu v Cannu, ne. Ko so one zvezde tam bile tokle od mene, ko sem celo kak intervju naredil, kako fotko, non ti razlagal, ker je tu mač noro, ker sem ljubitelj filma, ampak Los Angeles, Hollywood, pa ti iz Hollywood Walk of Fame, ne? Tam bom nekoč imel zvezdo gor, to sem prepričan, ne? Še vedno. Ampak, kaj si boš posprejel? Tako, razumeš, da bo to tako mora biti. In torej, ja, Los Angeles, Hollywood, tja bi šel na en tak izlet. Je pa res, da se z leti pa naučiš eno zelo dragoceno stvar. Pa ne se čuje kot kliše, ampak je res, da ni važno, kam greš, ampak je važno, s kom greš. In če greš s pravo osebo na najbolj tretjerazredno amatersko mesto, se boš imel 100krat boljše kot na najbolj prestižni lokaciji v Monte Carlo z napačno osebo. Ne? Se pravi, ti mi želiš povedati, da bolj pomemben kot cilj je družba. Tako. Jaz sem pa tak človek, da je bolj pomembna pot kot cilj, ker grem zelo rada na road tripe. Ti obožuješ te road tripe, ne? Drži. Pa noče, zdaj skočim še jaz, predno boš imela tretje vprašanje. Kje si pa bila takle? Si šla na ta Camino, si šla ta zelo glasni? Ne, to še nisem. Popotniki, ne? Ne, jaz grem na road trip z avto. A ti greš z avtom? Z avto, ja. In se vozim, to se jaz ne vem, po 6 ali pa 8 ur vsak dan vozim. Najraj grem v Alpe. Z avtom greš v Alpe? V Alpe, ja. Čez sneg na cestah, pizda. Kaj imaš, imaš džipa ali kaj? Ja, imam džipa, ja. To. In grem čez te prelaze, lani sem bila na pasu Stelvijo, 2,7 Jurja. Z avtom si šla gor? Ja, to je 48 ovinkov, to toliko obračaš volan, to kar zašvicaš. Kaj imaš enega džipa? Jeep Avenger, tak fleten majhen džip. S tem si prišla zem cele? Ja, valjda, ja. Okay. To grem rada, pa grem rada tudi čez en prelaz Timelsjoh, pa je priješ iz Italijo tako v Zelden, pa tam okoli Cortine d'Ampezzo je 5 takih lepih prelazov, to so zelo take, res take panoramske vožnje, seveda pa stari dobri Vršač, pa Albel nam v Tržič. To greš sama, kaj? Ja, valjda, ja. Pa kaj to imaš relax, to da greš prav? Točno tako, ja, da se malo odklopam v bistvu od vsega in sem v najboljši družbi sama sebe. Lej, ne bom ti ugovarjal, ne? Ja. Tretje vprašanje? Zadnje vprašanje. Ja.
Zadnje vprašanje je res, pazi se, kako boš odgovoril. Zelo zajeba, da se zajeba. In kdo je tvoj najljubši slovenski politik? Mlajši od 30 let. A v 30 let, sem te poznam, pizda, pa Zalo Klopšič, ki je bila moja gostja na podcastu. Ok, spočrtiva ta 30 let najljubši slovenski politik. Ever. Lahko je že mrtev, lahko ni več v politiki. Fora je v tem, da jaz velikokrat ne grem na volitve. Si abstinent? Žal moram priznati, pa ne zato, ker bi mi to bolj veselo, ampak ker enostavno nisem vedel, koga naj volim. Ker mi ni nekaj časa skoraj nihče prepričal. Ja. Ne boš verjela, 2krat, če se ne motim, sem obkrožil Milana Kučana. Ki ga mnogi sovražijo, ta Janša, Kučan, da bi ta dva si enkrat dala roke, po moje bi bilo v Sloveniji v eni minuti vse urejeno. Ali pa jedrska eksplozija, se sta san dve opcije. To mi je žal, da sta ta dva vedno tisk Kučan, Janša. Ampak Kučan v teh svojih mladih letih, ko je bil zelo puncam všeč. On je bil zelo čeden moški, to mnogi danes bi se nasmejali. No, ampak veš, za Pahorja sem volil, pazi. A res? Ker mi je bil frajer. Jaz sem človek, ki mu je všeč frajerski tip politika. Sam mora tudi nekaj povedati, ampak me okoli prenese se svojim frajerskim Kennedyjevskim nastopom, ko bom Berlin Monroe poje Happy Birthday to you, Mr. President, ala Clinton, tudi Obama mi je bil čudovit, pač kot Američan, recimo, Yes We Can in podobne fore, in to vem, da sem takrat bil kar Pahorjev zagovornik. Mi je bil fajn. Ampak v katerem obdobju je bilo to? Pa, ko je bil pizdarja, ko je za predsednika Slovenije kandidiral. Predsednika republike. Ja, sem mu dal glas. Tako 2012. Pa če se ne motim, celo takrat ko sem imel trojček, veš, Pahor, Kresalova pa Golobič. 2008, da sem mu celo pisal, takrat je dal glas, Če se jaz ne motim, za predsednika vem, da sem mu sigurno ga dal. Pa Drnovšek mi je bil tudi v redu. Drnovšek Janez mi je bil tudi v redu. Jaz se Drnovška komaj da še spomnim. In on vem takrat tudi, ko so ga prebili na križ, ko je takrat šel tisto romsko naselje, strojnik, ko je postal ta, bom rekel, ta odprti povezovalec, razumeš, on se bori za tiste marginalizirane. On je bil kar v redu. Zdaj teh ta novih, a veš, se tudi Golob vaš, tvoj, a veš, je tudi frajer bil takrat, ko je prezili dolgimi lasmi, pa je korakov nekaj po Laškem gor, dol so ga tudi punce, so ga kar obrajtale. Veš, tako da ta lepota, karizma politikov zagotovo ne škod. Jaz sem tudi prepričan, da ženske še vsem raje volijo moškega kot žensko. To sem tudi opazil. To imaš ti problem. Čeprav ne, ti si pa univerzalc. Jaz sem univerzalc, jaz sem za vse. Tukaj morda si ti zmagal, ampak tako da a veš, spet jaz ne grem po ustaljenih. Točno tako, Zdaj, koga bom pa volil čez, 3 mesece? Še manj, 22. marca. Koga bom, zdaj, če bi ti bila v mojem kraju, bi zagotovo tebe obkrožil. Ampak žal nisi. Zdaj, koga bom volil na teh volitvah, pizda, to je pa vprašanje za $1 milijon. Se pa lahko spet zgodi, kar ne bi smel reči, da bom enostavno abstiniral. Kar ne bi smel reči, ker to ni v redu, to je najslabše. Pa glasen, pa šimpaš, a kurba volo nis. Drži. In si neiskren sam to sebe. Ne smem delati. Jaz bom še zmeraj rekla, veliko boljše. Veš, volitve so tako kot javen prevoz. Ti ne čakaš, da vprašaš najboljši avtobus. Prvi, ko pride, se usedeš, pa greš. Sam gled, ko rečejo, sam da ni Janša, ali pa sam da ni Golob, nekaj grem voliti. To pa se mi da še slabško, če ne greš. Ne vem. Jaz mislim, da vedno, ko greš, pa vsaj neki obkrožiš, čeprav s tistimi zubmi je boljš, kot da ne. Pizda. Me je pa Janja Sluga, vaša, prepričvala, da se vključim aktivno v politiko. Ja, pridim. Pardon, si vedno dobrodošel. Veš, zakaj sem rekel ne? Zakaj si rekel ne? Pazi zdaj to. Jaz sem preračunljiv fant. Sem rekel, Janja, zdaj pa ti poglej. Da grem jaz aktivno v politiko. In da izpostavim svoje poglede, stvari. In se zamerim 80% ljudem, kar je dejstvo. Potem pa nisem zvoljen v parlament. Pa kaj si nora mal. Torej, 80% ljudem sem se zameril.
po možnosti izgubil še službe, vse, ki so, ker sem se politično res konkretno opredelil. In na koncu izpadem. In sem brez službe, 80% ljudi me ne mara, jaz sem pa dobil po pizdi, ker nisem bil izvoljen, recimo v parlament za 4-5 ur plače. Jaz sem preračunljivec, se veš, sem ti rekel prej. Ne? In kaj imam jaz zdaj od tega na koncu? Ker jaz že kot nekdo, ki pišem na Facebooku razne teme, delim ljudi in zgubljam, kar je najslabše za nekoga, ki dela v medijih. Ne? Ker vsi medijski ustvarjalci so tiho kopičke. To sem že parkrat povedal. So tiho kopičke. Noben ne upa se opredeliti za nič, ker se to kao ne dela. Jaz se oglasim. Pa sem se oglasil za geje, pa za splav, pa za eutanazijo. Pa zgubljam. Kar je za mene katastrofa kot medica. Ampak si mislim, pizdava materna, ne morem biti pa skozi tih. Drži. In to je prav, da si toliko pošten, ampak da to narediš, čeprav racionalno veš, da ti bo škodilo. Kaj imam na koncu tega? Kurac, to je največji problem. Mirno vest. To je pa res. No in politiko, če mi zagotoviš parlament za naslednja 4 leta. Jaz ti parlamenta ne morem zagotoviti, ti ga lahko samo volivci. Ne mi zdaj prodaj, ne mi zdaj samo volivci, veš, kjer je volivci, tisti, ki bodo šli volt. Ne tisti, ki boste doma. Pa če si ti rekel, da si strokovnjak za te volilne zgodbe, to vem, da tudi se na to spoznaš dobro, ne moreš to narediti. Če se jaz odločim, da mi dva najdemo neko... Ne. Kakvi so te volilni sistemi? No, je to štima pri nas? Je to, mislim, je na prav način narejen? Te proporcionalni, ono, drugo, tretje? Ško ti reka, smer je prava. Jaz mislim, da tudi proporcionalni volilni sistem je ta prav za Slovenijo, ker omogoča tudi, ko preko sorazmerno zastopanost opozicije. V Ameriki je tako tisti, ki dobi 50%, pa še en glas, dobi vse. Kar pomeni, da tisti, ki zmaguje, pa čeprav čisto za malo, ima toliko več podpore v parlamentu. V Sloveniji smo se za en drug sistem odločili, po nemškem zgledu, ki je bistveno boljši, manjka pa ena stvar, to je pa, da bi ljudje lahko imeli večji vpliv na kater konkreten kandidat je izvoljen. Tega pa nimamo. Ti danes lahko voliš samo za stranko in v bistvu s tem, ko ti v svojem volilnem okraju voliš za neko stranko, nujno voliš tudi za tega kandidata. Veš pa, da stranke imajo različne ljudi, ki imajo lahko tudi zelo različna stališča in se lahko zgodi, da v mojem volilnem okraju, stranka je fajn, sem tega človeka pa res sva nekompatibilna. V sosednjem volilnem okraju pa enega jaz podpiram. A veš, da s tem, ko jaz obkrožam tega kandidata, mislim, to stranko par meni in dan glas za tega kandidata, škodujem temu kandidatu, ki je meni bolj všeč, pa je v sosednjem volilnem okraju. In to je meni tako nesprejemljiv. Bolj, kar razmišljam, bolj to ne gre. Jaz mislim, da najbolj bi bilo, da bi mi imeli preferenčen glas. Tudi na referendumu leta 2024 je 71% ljudi rekli, dajmo imeti preferenčen glas. In tudi vice preferenčen glas imamo v bistvu na lokalnih volitvah v malo večjih občinah, pa na evropskih volitvah, a veš, da na evropskih volitvah več kot 3/4 ljudi odda preferenčni glas, čeprav jim ne bilo treba. In tudi daje rezultate, ker preferenčni glas pomeni, da je nekdo izvoljen nižji na listi. Tako je bil izvoljen Marjan Šarc prnem, pa Zala Tomašič, pa še marsikdo. Tako je bila izvoljena tudi takrat Tanja Fajon, ki je preskočila Lukšiča. Se vidi, da ljudje razumejo preferenčen glas, da so ga posvojili, da spreminjajo to zaporetje, ki ga je določila volilna stranka, se pravi, da so vzeli to odločitev v svoje roke. In jaz mislim, da mi to tudi za državnozborske volitve rabili, ker, a veš kaj, takoj, ko so preferenčni glasovi, ni več varnih volilnih okrajev. Mora kandidat oddelati, mora iti na teren, mora govoriti z ljudmi, mora delati videoposnetke, komunicirati z ljudmi na družbenih omrežjih. In mislim, da če bi to delali, bi čez čas, napraviti to spet, to ni stvar, ki se bo lotila. To je mogoče celo generacijska zadeva. Se zdi, da bo ljudje dobili pa malo večje zaupanje tudi v politike in bolj, ko bo ljudje imeli večje zaupanje v politike kot take, bolj bodo tudi hodili na volitve. Je to tvoj prvi podcast? Ja. Glede ga ne pozabiš? Ne bom. Se veš, prvega nikoli ne pozabiš. Se to ti govorim. Kje pa? Ti bo ta podcast
škodo ali koristo v nadaljni politični karieri? To pa videla. Me bi sem vmes kaj takega rekla, ko jo enkrat ven zrezali, pa me bo pa sočil z mojo lastno Jaz bom dal, da te klipem dal jaz gor, te fajne klipem dal jaz gor. Ne bom rekel, evo, tole je rekla. Ne? Tole je rekla. Pa se pa za glavo drži. Ja, se bom. Pa si bom pullala lase, tisti, ki jih imam še na glavo. Jih imaš zelo goste. Ne? Nika, tvoj zadnji stavek za najne gledalce, sma kaj pozabila, bi rada še kaj izpostavila. Sma kaj zamolčala, pa ne bi smela. Pizda. Je kaj takega, kar še bi rada povedala, ali ne? Ja, pa bom povedala še nekaj. Nekaj, kaj je v bistvu ful pomembno. Kaj, da so fektari kul? To, da so fektari kul, to valjda vejo. No? Okay. To valjda vsi vemo. Okay. Takole, Slovenija bo tamle konc marca pred pomembno odločitvijo, v kakšni državi hočemo živeti. Jaz vam predlagam, da si pogledate stvari, preberete, razmislite in na koncu, da greste volit. Če greste volit, boste vzeli usodo v svoje roke in to je tisto, ki je najbolj pomemben za nas, da pač lahko oblikujemo prihodnost, v kateri bomo živeli. Ostati doma je v bistvu najslabša opcija, tako da pejte volit. S tem bila volitve dobro, veš? To bomo pa še videli. Nika, ob samem koncu, ne? To mi zdaj moš dovoljen, če mi ne boš dovolila, ne bom šel v to. Lahko ti postavim 2-3 drzna vprašanja, ali raj ne? 2 ali 3? Ja, samo zdaj ne govorimo o politiki, zdaj govorimo o pizdarijah. Ne? Enega postav, dosti. Si ziher? Enega. Mislim, mi dovoliš. A če nam dobro odgovorila, boš ven zarezal? Ne, sam zelo drzno. Sam enega drznega. Mislim, poredno vprašanje. Zdaj so pa poredno vprašanje. Ja. Joj, kaj to tebe tako zanima? Povej, lahko ali ne? Če rečeš ne, ne bom. Ne, vprašaj enega, ampak samo enega. Samo enega. Samo enega. Zdaj izbiraš, kjer ga bi, zdaj sem te, zdaj sem te kaj dobila. Ne, ko veš, da mi na seks vleče, ne? Te lahko vprašam to ali ne? Ti odloči. Imam eno vprašanje, dovoljenje. Enega imaš. Tvoj zadnji seks, Nika, je bil vreden tega naziva pizda ali ne? Absolutno. Respekt. Dame in gospodje, spet sem pozval tvoj priimek. Podakar. Pičko mate. Sam 21 jih je, ne mu zameriti. Dame in gospodje, to je bila Nika Podakar. Jaz menim, da bo to dekle, ja, ne boste verjeli, dekle je v pizdu mate. Nekaj je ujeva to glavo, ona je ženska z mesa in krvi, pač fucking ki je oblečena, malo drugače, pa frizuro, malo bolj to G.I. Jane varianto, čeprav ona je bila cela pobrita, ampak dobro, ne. Will Smith tu bi me užgal, ne, tako kot je unga na Oscar, kjer se roko užgal, tako da ja, ne, kakorkoli, z nje še nekaj bo, to si zapomnite, je že veliko, pa mislim, da če bo Svoboda dobila veliko glasov tudi na naslednjih volitvah, zna tale punca tu zraven mene, je Bentiš, če ne zdaj, pa če 4 leta zagotovo biti v parlamentu in postati kar konkreten del slovenske politike, ker je zelo brihtna, ker ve, kaj govori, to mi je všeč in se tudi spozna na veliko stvari, kar mi je tudi zelo všeč. In pa ne jave sistema, ne, kar je za politika to danes zelo pomembno, ne, ima pa en velik minus, ne, da so jo všeč fektarji. To pa, če želi resno politično kariero, bo morala presedlati na Jana Plestenjaka in na njegove čudovite balade. Absolutno ne. Absolutno ne. Bi rada zareže manj to, ali kaj? Ne. Ne maraš balad? Ni mi všeč. Pa kako, kurva? Muska je tam, da me razveseli, da se boljš počutam. Vse bo najbolje šlo. Ni to. Schatzi, schenk mir ein Foto. Bodi gola taka, kot te Bog je dal. Ne. Ampak dobro, če vam je kljub temu Nika všeč, jo imejte radi in jo podprite tudi na volitvah, če slučajno se bo znašla na kakšni kandidatni listi. Ne? To bomo še videli. Koliko glasov napoveduješ Svobodi? Mislim, koliko procentov? Koliko procentov napovedujem Svobodi? Jaz Svobodi napovedujem dvomestno število, ki se začne na 2. To je lahko tudi 20,1. To je lahko, ja. To sem se vnaprej to je premalo za zmago. Vnaprej sem se zaščitila, da me boš pa lahko rezal, a ne? Tino Gabriel si srečala že? Sem. In? Pa, prijetna gospa. Mi jo zdrikte za podcast, ker Janja Sluga mi je ne more. Je pa je moj predlog, pazi, opa,
Moj predlog je na mizi v predsednikovem kabinetu, pa ne vem, zakaj še ni prišel do realizacije. Ja. Mislim, da bo treba bolj lobirati. Če sem imel Urško, imel sem Šarca, imam tebe, imam Janjo Sluga, zakaj še hočete? Mogoče naša skupna moč lobiranja bo pa nekaj premaknila, ampak veš, jaz sem se naučila, ne bom obljubila, lahko se pa obljubim, da se bom pomatrala. Sam jaz bi imel oba skupaj. Ja, jebe še ena. To zna vsak. Ne. Človek ti ponudi prst, ti boš pa roko vzel, roko pa še bajto mu boš vzel. Kdo je lažji? On ali ona? Koga mi lažje zrikneš? Mislim, da je oba enak težko, veš. Kle ni 1 pa 0. Robert Golob, če hočete zmagati te volitve, morate priti v Gartnerjev podcast. Če to ni jasno, pa imamo problem. Sem dobro rekel? A boš garantiral s pogodbo, da to lahko zagotoviš? Z mojo besedo. Sam, za kršitev pogodbe te bomo pa tožili. To mi je pa jasno. No. Pizda, materna. Noč, dame in gospodje, uživite, imejte se fajn. To je bila Nika za Dakar. Podakar. To je bila Nika Podakar iz Tržiča, ne? Fajn punca, res, mislim, jaz upam, da ste uživali tele pogovore. Moj namen je bil, da jo spoznate še malo drugače, kot jo poznate iz teh njenih objav, pa da pizda ne mi slučajno v komentarjih dol srati s kakimi bedarijami, ker si jih ne zasluži, ker je prevelika frajerka. Ne? Ok, čau, držite se. Boš rekla, kaj še na koncu, neki kurba zid, neki, ne, predno ugasnjak. Evo, hvala, da si me povabil, roka, pa gremo nazaj v Tržič. Ok, pošteno.